Na Tajske so, mislim, da je edina država veseli, ko dobijo hčerko, zato ker vejo, da se bo lahko prostituirala. Zakaj ima toliko žensk težavo s tem, da doživi orgazem? V bistvu vsi mislijo, da te glivice pa to dobijo po bazenih. Ne, glivice so že v nas, samo pogoji so idealni. Po končanem treningu v njegovem kabinetu in vse pogoltnila, mi je dobesedno zalil grlo s toplo spermo. Najprej seks s sinom, potem pa me je ponavadi njegov oče domov peljal zvečer in sva ponavadi seksala v avtomobilu. Stari je bil mnogo boljši od sina. Sem jaz delala kukar model, pa naprimer zdaj to pomislim, da je čudan. Koliko se sem bila tu stara, 15-16 let, pa je bil fotograf, pa me je slikal, pa si ga je drkal. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer bomo govorili o seksu, o piškah, o lulčkih in o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes sta z nama Sara in Tamara. Čau! Sta sestri, zato sta si tako podobni. In sta ustanoviteljici podjetja Luxury Intimate. To je v bistvu, oni imajo izdelke za intimno nego. Ker zakaj bi skrbeli za vse naše dele, za vse dele našega telesa, pozabimo pa pač na intimne predele. In one dve sta za to poskrbele. Zihar ste že slišali za njih. In sem ful vesela, da sta danes tukaj z nama. Hvala za povabilo. Hvala vama. Hvala, ker ste prišli. Bomo spet toplo vodo odkrivali, ne? Ženske. In štiri smo, le ko smo prvič v tem podcastu, štiri babe. Ja. Tako en Daš fun bo fact, naslednjo epizodo pa snimava še z dvema tipoma. Dvojčka prideta. Tako da Aha, danes imamo super, same lahko sorodnike. Ja, komot, ne? Danes Sem bo gled. 6. Ja, nič, bomo se že stlačali. Malo naroče, malo res. Boja, sem gledala. Ja, odaleč. Meni je žal, meni si moram zdaj nekaj povedati, pa sem pozabila. Pomagi mi. Gledamo se vsak ponedeljek ob 8. Zato, da ponedeljki niso več bedni, da se začnejo s seksom in če se teden začne s seksom, pa je cel teden dober, ne? O, super. Če si pa eden izmed teh, ki še ni subscriben na najen kanal, pol pa pritisnem subscribe, pa like, ker nama to ful pomaga, da lahko že naprej ustvarjava take dobre vsebine, ne? Ja. Lahko karkoli napišeš, lahko tudi napišeš, danes sem za kosilo jedel pico, me zanima. Moče to mi kakšno idejo, veš, kaj skuhati. Če bi pa naj reče dodatno podprl, je pa od spodaj še en link za Buy Me a Coffee, kjer lahko pač doniraš kakšen evrček, ki nama zelo pomaga za to, da plačujeva stroške za tale lep studio. Ja. A še kaj tazga? Aha, en disclaimer. Če te vsebino spolnosti ne zanimajo, pa si premnet za njih, ne poslušaj tega podcasta. In to je to. Zdaj bom sam za trenutek zmotla, da ti povem, da lahko tudi ti testiraš tole intimno olje čisto zastonj, tako da v komentarju spodaj napišeš nekaj, kar ti je bilo v tej epizodi všeč, karkoli nima veze, samo da mi veva, kaj ti je bilo dobro. Enega od teh, oziroma dva od teh, ki boste komentirali, bomo izžrebali in poslali intimno olje od Luxury Intimate. Zdaj pa nadaljujemo z epizodo. Ok, zdaj bomo šli pa kar na ene icebreakere, zato da se malo bolj spoznamo. V nadaljevanju bomo pa govorili, pač jaz sem padla v en rabbit hole ponovadi. Imamo mi dve v podcastih, en segment, ki se imenuje Lucija in Sara pametuje, ta featuring pač gost, ne? In imamo noter kakšne zgodbice ali iz medover.net ali pa pač iz DMs-ov, ker pač velikrat ljudje kakšno vprašanje pošljajo. Zdaj sem pa jaz šla na starševski čvek. In pač a sta bile kdaj na tem forumu? Poznate? Jaz pa forumi smo na vi, Tamara je zelo dobra. Na z njimi forumu, boljše. ampak čisto kot forumu, najbolj se zdaj poslužujem tega na Facebooku, ko so skupine, a veš, da sem raje skupine, naprimer mamice opremljajo, ker to je takrat, ko bilo, Sem ko mislila, da smo še rekla hišo. mamice Aj, upravljajo. ne, prav opremljajo. Misliš, pa zdaj je različne teme, no, ali pa tisto malo je tudi za vsako bolezen rožca raste, ki se vsi pogovarjajo, pa pametujejo, kako kaj zdravijo na naraven način. Pa tako, no, bolj na teno. Se mi zdi, da niso več tukaj forumi, a so? Jaz sem mislila, da niso, ampak tako pol gledam datume 2025, 2025. Ko so se Tako pa v glavnem aktualni jaz- komentarji. Ful sem okej. naprej. Ker na Medoverju se mi zdi, da ko sem brala, so bile bolj stare zgodbe, a ne? Ker Ja, tle- Medover, to se mi zdi, da je bilo čisto še staro. Ja. Zato sem mislila, da nobeni večinoma pol najdem na Facebooku in na teh skupinah ali pa kaj.
No, evo, jaz Ja. na Facebooku pa sploh ne. Bom šel še kaj na Facebook pogledat, ker sem pa najdla ene par takih zanimivih threadov, komentarjev in sem potem tlele jih dala noter, da jih bomo pokomentirali. Seveda, Da tako malo se mi zdi take, ne vem, tako zaskrbljujoče mi je, no, včasih, ko kakšne take stvari berem, ker sem kar tako... Skrbljajočih. Ja, Vsačitek, zato že jaz ne cel berem. svet boš, da... Ja. lej, svašta se dogaja, mi boš nam povedala, Ja, kaj je. Ampak ja, mislim, že zdaj je bilo, ko smo mi dve pač bile na tistem podcastu, ko smo imele, ko so dale potem vprašanje, koliko je imel spolno odnos otrok v osnovni šoli. In vsi spodaj pišejo, ja, naši so že, mi je hčerka povedala, da že njene prijateljice vse imajo. Tako, kaj? Ampak imaš dva pola. Eni povejo, drugi pa zanikajo vse to, oziroma ne, to ni, kaj se zmišljujete, ni to tako, ni ono, tako da Ja, vedno sta dve strani, ne. Jaz sem mislila, da otroci v osnovni šoli ne seksajo. Mislimo smo, Mi kar ko nismo. zdaj so imeli tudi prostitucijo, koliko je žensk res. Se vidimo in tale OnlyFans, kar se dogaja, to je neverjetno, vse že prodajajo svoje telo. Jaz vedno smo ženske nekako ne način, kakšni so moški. Lej, če bi se ženske spremenile, tudi moški ne bili taki. Absolutno. Ker če imajo pa vse takole na razpolago, a veš, Micka iz soseda, tamle OnlyFans. Ne vem, a veš, kako je bilo včasih ženska, je tako kontrolirala. Ne vem. Vse so tudi mojim prijateljcem, ne na prvem zmenku, ne greš v pojslo, ne vem, me je eno. Self-love. Jaz mislim, da vse tukaj Če hočeš pride nekaj nazaj več iz tega, vem, da ima lastni tudi žensko vrednosti. potrebo in lahko, in jaz nimam nič proti one night stand, ampak če pa po eni strani mi skozi govoriš, da želiš nekaj resnega, pa to po drugi strani pa to delaš. A veš, samo kontradiktorno. Ja. Se mi pa zdi, da vse ni spet tukaj toliko mislim, prostitucija je že od nekdaj. To je tako Vedno. najstarejša obrt, Vem, ja. a ne, ampak in zakaj obstaja? Zaradi tega, ker jo ljudje iščejo. Seveda. Ker je potreba po tem in tukaj mislim, da težko bi to sploh kakorkoli skoreninili. Ne gre Samo za je zdaj le prostitucija, to je prostitucija, pač- zdaj le, da so že to, a veš, 10 let stare. Poglej, kaj se naprimer, jaz prav nočem iti na Tajsko. Na Tajske so, mislim, da je edina država veseli, ko dobijo hčerko, zato ker vejo, da se bo lahko prostituirala. Zdaj se fantki spreminjajo so tam pač lady boys in tam je to, a veš, se dogaja že Ampak v prostitucija je mladih pač letih, a veš, in izmenjava. svoji starši svoje otroke pač s tem služijo denar, tam se nasploh to je. Ja, ampak tukaj govorimo o spolnosti med otroci, med mladoletniki. Ni to 16-17, tukaj so 12-letniki, 13-letniki. Ne? Okay. Tako da to je zaskrbljujoče. To je Da v bistvu ena punčka ni bila naučena, seveda, kar se Janezek nauči, Janezek zna, da ena punčka ni bila od mame, od staršev vodena, naučena, kje je njena vrednost, ne? Ja. Kako naj bi prvi intimni odnos zgledal, kje so tvoje vrednote, kaj si želiš od partnerja. Take, no. Se pravi, jaz temu pravim spolna vzgoja, kot se šika, ker mi nekako enačimo spolno vzgojo samo z kontracepcijo in pa spolno prenosljivimi boleznimi v smislu zaščite, kar ni za završt, ampak je mnogo širši pojem. Ne? Drugače, za tiste, ki ne veste, to je bilo v tem podcastu, tisti dnevi v mesecu. In sem glih včeraj sem poslušala tole glede prostitucije, ful zanimiva epizoda. Ja. Tista s tabo, ki je bilo pa o pač seksu v osnovnih šolah, mi bila pa tudi, jaz sem jo požrla, pač koliko. Prav za zamisel, no res. Ja, žalostna realnost. No. Ja. In zdaj imamo tako, veste, kot v šolah, ne, mislim, v šoli starši vedno nekako zagovarjajo svoje, ne moj pa ni, moj pa ni. Dajmo, a je ali ni, sej ni važno. Dajmo vse nasloviti to temo. Zato smo tudi mi dve takrat to otroško intimno olje. V bistvu taka ena basic stvar, pa ne bi niti pomislil, ampak kako ti lahko pomaga v otroštvu, ne vem, se vem, sploh pa nas mogoče malo južnjak je bilo vedno, ne dotikaj se spodaj, to smrdi, to je grozen, veš, Ne, in to že umazana je, a veš, prsti se ti bojo posušili. Ampak to prsti nisem posušili, med ampak- južnjaki. Ja, ampak misliš, pri nas, vsaj pri nama je bilo tako, večinoma, no, ne pri nama, ne v najni družini, ampak
tako, večino se je tako učili. Se je bila tudi tista, kaj je bila tista ženska ki je tudi v podcastu, tista knjiga, kako so včasih doživljali. Kamen rit in kači niso za igrače. Jaz sem mogla to knjigo odložiti, jaz sem si 3 izposodila v knjižnici. Jaz sem mislim, da po 61. zgodbi sem bila tako, da bi mi nekdo celo noč z lopato tepel. Jaz sploh dihati nisem mogla. Jaz sem odložila, da nekaj meni tega ni treba brati. Zakaj se traumiram, zakaj si žalost nabijam. Ne zdaj, da to ni resnično, daleč od tega, ampak jaz pač tega ne morem. No? Tako da sem odložila nazaj v knjižnico, nesla se nekaj ne morem. Res, kakšna degradacija žensk, kakšna zloraba. Tako da, ja, ni bilo moje, ni moj forte tole. Ja. Ja, razumem. Se mi zdi prav, da če vidiš, da te neka stvar samo dol daje, da pač jo pa odložiš. In to, kar je Tamara začela, zakaj je bila otroško olje narejeno. Pač jaz imam hčerkico in moja misel ob izdelavi tega olja je bila, torej vsi nekako gledamo, umite si, za ušeski si umij, zobke si umij, nekje intimna nega, joni, pač mi rečemo joni po sanskritu je vagina. Si joni umiješ. In ko bo ona zelo zgodaj dobila ta občutek, da je joni pomembna, da ima en stik z njo, tudi njo je treba umiti, skrb. Tako kot vsak drug predel telesa, bo mogoče njeno zavedanje mečkan drugačno in je ne bo tako na pladnju dajala, ko bo prišla v ta čas, pač intimnosti. Tako da zato smo naredili eno, je bilo pač seveda, da je zdravilno, v smislu tudi pod pleničkami, torej od rojstva, in pa potem, da dobijo ta stik, da se namažejo in da jih pač neguje do pubertete. Pa je stara hčerkica? Zdaj je bila 10, ampak olje se je, naše prvo intimno negovalno olje za ženske se je naredilo, ko je bila stara 2. Za njo sem pa pol, to pač ona je bila moja inspiracija in pa seveda posledično, da poskrbimo, ker meni ni moj otrok, tvoj otrok, meni so vsi naši otroci. Mislim, da je bila stara 5 ali 6 let, no. Tako da sva tudi noter dali v škatlico pobarvanko, njena totemska žival sova, tako da je in za fantke in za punčke, je noter, tako da lahko še pobarvajo. Tak, mislim tako, da se celostno tega lotle. Meni je tudi zanimivo, ko sem ko sva začela takrat z intimnim oljem, pa sem malo z mojim imam veliko družbo moških prijateljev govorila. In so rekla, veš, zanimivo, kako ženske dajo, naprimer, gre z njo v posteljo. Prvo ona skrbi, joj, ne mi make-up, joj, celulice mi vid, doma rastur, lase, da ne bo vsadki padel, a spodi. Lahko dela karče. Se pa spodi pa vse, ali pa kako je pač na ven, a veš, milijon nekih kremic, pa zrihtana, pa vse spodi, pa ne vem, ali neprijeten von, ali umiti, ali setki, ali kako je nobeno ni naučil, kako se že tako vidi. Drugače, zdaj prav razmišljam, koliko je v bistvu dober, da je to olje za punčke, ker ženske imamo mogli zaradi tega ta disconnect med našo joni pa ostalim telesom, ker se jo pač nismo naučene dotikati. Dotikati, ne? Sploh ni normalno, ker fantki pač njihov penis je tako ven iz njih. Ja. To je nekaj najbolj normalnega, da se oni primejo. Pa da ga se igrajo, oni gledajo. Ja, pa tudi starši, kar dejo. Ja. Ker so mlajši, oni imajo v bistvu to kožico morjo, čez dajati. In da ne pride do teh raznih stvari. In je to potencirajo. Tako da, ko recimo fante, ki sedi na pač kavču in pač vleče tisto kožico, kar more, da se pač ne zaraste, vsi ploskajo, bravo, tako super. Pri punčki, recimo ne glede na to, da sem sama v intimni negi in samo proizvedla to. Recimo, ko je Surja moja bila doma na kavču in pač, ko se je raziskvala, je meni zelo neprijetno ratal. In potem sem jaz v bistvu, kako to na kakšen način naj nje predstavim, in sem rekla, ljubica, to je tvoja intima in je super, da se raziskuješ in vse je super, ampak to delajo v intimi svoje sobe. Ker oni pač so brezsramni, kar je super in lepo, ampak zdaj pridejo gosti, pač enostavno more in tudi za pač nas, ne glede na kako smo v tem, nam je mečkano neprijetno. Tako da ji vsem predstavlja, da je to super, da je zdravo, ampak ne dela to v
intimi svoje sobe, da je to samo njena stvar. Ne? To je najboljši pristop možen. Pač tudi tako, kar se tiče vseh raziskav, ki so narejene glede tega, kako mlajšim, kako otrokom približati spolnost, kako z njimi o tem govoriti. To si tako najbolj, to si po šolsko izpeljala, pač boljš ne bi mogla in to je fulabar. Se mi zdi, to sploh nisem prej pomislila, ampak kakšna taka olja, da jih kupiš za svojo hčerko, ne samo, da je dober za njo, kar se tiče za njeno telo in za pač skrb za protivnetno in to, ampak tudi, kar se tiče, da raziskuje sebe, da se dotika tam spodaj, da raziskuje, da ve, kaj ima tam, da ve, kaj paše, kaj ne. Ker tudi potem, ko odrastemo, ne, zakaj ima toliko žensk težavo s tem, da doživi orgazem? Zaradi tega, ker sploh nima te povezave, ker če se ti ne dotikaš tam, če ti nimaš tega raziskanga, pol ti ta povezava med možgani in tukaj spodaj pač tako manjka, je pač slabo narejena. Isto, čisti disconnect. Na podoben način, kot zakaj moške bradavičke niso tako občutljive, pa so čisto enake ženski, kar se genetike pa tega tiče. Samo zaradi tega, ker so pač, ko imajo ta disconnect, ker se ne dotikajo, ker je to, moški pa tle ne, to pa ne, tukaj pa ni v redu, ker ženske smo še vse malo bolj, kar se naših prsi tiče in bradavičk, pač več čutimo zaradi tega, ker imamo več stika s tem in veliko moških, ki se prepusti temu, lahko zelo uživa v stimulaciji bradavičk, ampak večina si pa ne upa niti tja iti, ampak samo zaradi tega, ker je ta disconnect med možgani. Koliko je to pomembno pač v resnici? To je bila Maja Grintel pri nama, kolikrat je že rekla, da se moraš dela telesa dotakniti, da ga sploh pač ozavestiš in povežeš s tem, da je tu v redu in lepo in da ti paše. In da je del tebe, konec koncev. In da tako, veš, ko pa se enkrat dotakneš, pa misliš, da je sej brez veze, ni nič in pol nehamo, ne? Ampak v resnici naj bi tu mogli malo vaditi te dotike. Se mi pa zdi, sem hotela se še to komentirati. Ljudje ful veliko govorimo. Mi mislimo, da lahko z besedami kar vse povemo in pa začnemo otroku razlagati, ti si sveta, ti si tu. Mamica pa pač v drugo smer dela vse, ne? In zdi se mi ful dober tudi, da tvoja hčerkica verjetno tebe vidi, kako se obnašaš do sebe in do svojega telesa. In kakšen enostaven v bistvu način, na katerega res ne bi pomislil. Tako sem en mini dodatek k rutini, ki ti lahko čez čas da tukaj enega zavedanja. Več, kot bi lahko, če bi ti njej vsak dan za mizo nekaj razlagala. Se zato prvo, ko je začela ona uporabljati, ko vidi svojo mami, da uporablja svoje, se zobe upere, se tušira, pač uporabi masko za obraz, rečem, potem pa intimno olje in zato so bile veliko punčk, ko pa jaz, mami, jaz pa tega nimam, veš, in so potem zdaj imajo pa še ona svojo zdravo. Meni je bilo to, jaz recimo, ne vem, sem tudi opazila, ko sedim na kavču in se kar začnem ljubčkati in ona tako, kaj pa ti dela? Ja, rada se imam, ne? Čisto in ona tako gleda, zdaj jo vidim vsake tuk cajta, pa se malo cmoka, ne? A veš, ampak čisto stizga, ne? Tako, kaj praviš, tako, kaj je božanje, tako, kaj dotika, veš, tudi poljub sebe, rada se imam, ne? Tako da mislim, da tukaj v tem času, zdaj recimo, kar sem jaz vseh teh letih pač imela izkušnje, je, da ženskam res manjka kronično samo ljubezni. Ne? Ko enkrat, ko imaš ti sebe rad, ko ti enkrat spoznaš svoje telo, tako kot ti praviš, ko se začneš raziskovati, ko si vzameš čas za te zadeve, potem tudi to sevaš. Se tep ne more moški pridati nasproti, ki bo s tabo grdo delo. Ne more, ker nista, ne, tako da... Veš, kako praviš, zelo zanimivo, ko so nama ženske tudi povedale glede intimnega olja, kaj pa to, nimam težav. Zdaj pa, če nimaš težav, pa potem ne uporabljaš. Ker pač, kot pravim, ne vem, tudi zobe umivamo preventivno, pa vse, ampak neka je ena ta preventiva. Ko se namaže, pa je lahko eni trenerki, pa gre v trgovino, kako se ona počuta, veš, ko nekaj sem naredila. Pa se nič ne vidi to make-up, pa ima čist razfučkano frizuro ali pa karkoli. Isto, kukar mogoče, da imaš seksi spodnje perilo, veš, pa ga noben ne vidi, ampak ti čist drugač hodaš in se pokažeš. Jaz sem se točno tako počutila, kuda je zaključeno sem se počutila. Veš, ker včasih pač greš pod tuš, vse normalno, ampak ko sem se pa s tem namazala, sem bila pa tako. Zdaj je pa zaključeno. Češenca na sladoledu. Ja, da veš. Jaz drugače, to sem hotela povedati. Zdaj, ko si glih Maja omenila, jaz sem prav na njo se spomnila, ko sem ta olje dobila in mi smo se ful pogovarjali. Naprimer, fun fact o meni je, da pač jaz nikoli se nisem naučila mojih prstov uporabljati za to, da bi za masturbacijo, recimo. Ne? In jaz se nikoli nisem res dotikala tam spodaj, ker sem
naštudirala druge načine in sem tako, jaz to ne rabim. In pa smo se pogovarjali pač o tem, koliko je dobro, da v bistvu tudi to samo ljubljenje izvajaš, da se sam sebe dotikaš, da čutiš te dotike. Kaj sem rekla, meni je isto, kot če bi se žgečkala. Ker sam sebe žgečkaš, te ne žgečka. Ker te nekdo drug te žgečka, sam sebe pa ne moreš. In meni je bilo to isto. In zdaj sem pa s tem oljem, sem si pa prav en večer vzela malo časa, sem tako, ok, danes bom pa naredila cel full body shower, kako se že temu reče? Everything shower bom naredila. In sem se pa namazala in sem prav vzela čas in še špego sem vzela in sem lahko zdaj bomo to tle vse lepo zmasirali, namazali in bilo tako dobro. In prav uživala sem in prav tako odkrila sem neke dotike, ki pač nisem vedela, da meni to na tak način paše in mi je bilo pravno, wow. In ful mi je res dober ta občutek olja, ker recimo čist drugače kot z lubrikantom. In jaz recimo nikoli nisem nekih olj uporabljala za nadomestilo lubrikanta, zaradi tega, ker sem potem pa brala tudi, da lahko olja če uporabljaš zdaj kar nekaj, vplivajo na pH nožnice, ker nožnica ima ta svoj specifičen pH in da lahko na to vpliva. Lubrikanti so katastrofa. To je najslabše. Mi, da so želeli svoj lubrikant narediti, pa vse, kar sva pregledali. Mora biti voda, mora biti potem konzervans. Ja, pa imaš silikonske, ki vemo, da pol je druga težava. Meni čisto vsak lubrikant peče. Ja, mene tudi. Čist vsak, pa lahko je razen medicinski, kaj je prav medicinski, ki ti ga dajo tudi, ki greš, veš, ginekologu. Me pa ne peče, recimo. Aha, ki greš na ultrazvok. Ja, tako tisti edini, drugi pa vsi. Lahko je bio, eko, ne vem kaj vse pa. V bistvu olje je bilo narejeno iz enega preprostega razloga. Torej, medve s Tamaro sva nekako, sploh jaz, meni so pač herbalizem, zelišča so moja strast in vsakič bolj. In nekje sem nadomestila vso negovalno kozmetiko na naraven način. Torej, ali si doma kaj naredim, ali gremo v gosti iskati, ali stravnika, nekaj preberem, ali pa kar imam v kuhinji in pa si naredim, ali je to maska za obraz, ali je peeling, ne, to. In zdaj nekako sem vse to nadomestila. Sama sem imela pa neskončno težav, mislim, da od 13-14 leta naprej, s konstantnim belim tokom, pekoč občutek, srbečice, v glavnem pač beli tok, skozi težave. Vnetje, pač vse beli tok je pač je posledica vnetja. Ne? In vse sem nekaj siguran, ki obstaja tudi, da lahko to zamenjam, ne? Na naraven način. Ne? In ni bilo. Sem rekla, danes pa bomo pa mi to naredili. Ne? In smo se takrat pač povezali z Rusi, z raznimi tako, in se je pač proizvedlo prvo negovalno intimno olje. In danes gledamo, ne, kaj nam pozabila s Tamaro, sva ga prvič predstavljena na sejmu Narava zdravje. Zdaj Tamara slika, če boste videli, pač cela embalaža so Tamarine slike, kako slavi skozi sliko žensko telo. Mala prsa, velika, to pač ne, ena taka. Moje stvari so pa pač te zeliščne. In tam so bile s temi slikami nage ženske akti, gor, dol, kičaste, da bolj ne mogle biti ne, na tistem sejmu. In vidiš ljudje, ne, pač zelo zanimivo, ne, slovenska mentaliteta, krščanska, 2-milijonska mehna, to je bilo kar takole. Pa neko, veš, pa teko, ne. In pa sem vedel s Tamaro, veš, kao neki tako verjameš, ker neki s tako ljubeznijo narediš, ker neki vidiš, da te noro pomaga. In pa ne, medvesa, pa nisva ne ena, ne druga prodajalka. Medvesa se skoraj tekle z njimi. Kao. In pa smo stavili, tako smo pa zdrdrali cela ekipa. Jaz, mami, ona, pa še naša bete, ki smo bili. Torej, ženske negujemo vse predele našega telesa. Ne, obnohno kožico, pete, vse, kaj pa intimna nega. Zakaj? Ker v bistvu ne, 75% žensk ima redno ali občasno težave na tem predelu. In kaj pa dobi antibiotike, pač kanasten in v izogib temu naravno intimno olje, ne, ki je tukaj naravno, da ga lahko spijete, za nego in ohranjanje zdravih intimnih predelov. In zdaj vidiš, da ljudje tako živčeni, ok, ja, hvala, pa v bistvu mislim, da negujemo vse, kaj pa moji oni, pa že vidiš tisto, ok, hvala. In gre, in pride en krog in prije nazaj kupati. In takrat mislim, da čisto vsi so prišli nazaj kupati. In to je bila taka, ne, s tako ljubeznijo, s tako strastjo in tist, ki si videl pa tiste izraze žensk, ne, aha, trpalnice negujemo, kaj pa imajo oni. Pa nikoli midve nisva želele prodati. Pa nama je bilo ful zanimivo, zato so takrat rekli, zakaj sva tukaj uspele.
samo predati besedo, samo predati, ne prodati, ampak ji obstaja punce, da bi vedela, kako je meni to pomaga, kako je njej skozi težave, skozi pri ginekologu, skozi neki pekoč občutek, ki sem imel že, a veš, ali kaj na steni, ali Za mene je bilo tako smešno, ko smo imeli tudi eno nekaj, pa so bili tam kravatarji, pa ne vem, gor dol. So rekli, Jaz razlagam, nekaj lejte, sej, ali rabite, ali ne, ampak naslednjič, ko vas bo zasrbel, se moje face spomnite. Mislim, čist tako, ne, v bistvu, kot Tamara pravi, da predaš, da obstaja rešitev. Mislim, da vsi, ki so naju gledali, vsi tisti, ki so zdraven imeli potem štante postavljene, vsi so šli kupati, kaj pa vidite. Sva bila tako entuzijastična. Se točno vidi, kako delaš, tudi kaj delaš zase, pa kaj nekaj verjameš, velikih je bilo tam, seveda, pač mogoče za kakšno podjetje, se pa je na telefonu, je vse tam mora biti. Mi dve so kar tisti, mislim, da smo imeli cel šov, tam se takole gledali. Ne, pa je bilo tudi zanimivo, ne rabam jaz tega, ne rabam. A veš, tako je, sej, kot Tamara pravi, pač statistika govori nekaj. Mislim, da vsaka ženska na tem svetu se je kdaj srečala s težavami na intimnem predelu. Vse več, novodobni stil življenja. Samo tako, pa imajo že zelo je ta grenak preokus v smislu, nisem dovolj čista. Kadar pride dol do kakršnih koli vonjav, se to, ali težav, se to asociira z, to je, jaz nisem dovolj čista. V bistvu pa ne gre za to, kot Tamara pravi, novodobni stil življenja. Lejte, včasih ni bilo teh kavbojk, ni bilo ozkih oblačil, ni bilo sintetičnih oblačil, tangice, barvanih tukaj oblačil. Mila. Pa vse one se potem z milom za telo oziroma tudi potem za lase in to gre vse na nožnice. Pač nožnica je imela zaščito dlake. Mi smo začeli zdaj to briti, depilirati. To je z razlogom tam. To je bila neka zaščita. Bariera, to je vhod direkt v notranje organe. In vsi pravijo, da nožnica se sama čisti. Ja, če bi mi se prehranjevali zdravo, ne tako kot zdaj hormonsko, že zrak, ki ga dihamo, se pravi tangice, tamponi. Prejšnjič sem imela, sem mogla nekaj nevaginalno, če za nekaj drugega imeti in sem imela samo prvič, sem mogla 5 dni imeti vložek, pa sem res vzela tistega bombažnega pa vse, ampak ker ima to plastiko, mene vse srbel boli, no sej sem potem vzel oljček dala, pa so, ampak tako. Ja, se pravi, ta novodobni stil življenja. V bistvu neki beljeno. Mi bi mogli tampone in vložke, recimo jaz, stara baba, jaz sem v neviro 80, ne? Ja. In pa ne glede na to, da so tudi, ampak na 2 uri bi mi morali to menjavati. In te vložke, jaz razumem, da je to en velik strošek. Jaz dam skoraj 10 € na mesec za menstrualni cikl za te vložke. Ne? Zdaj, kad dobiš pač one tampone, ki jih je not, ne vem, 20, ok, ampak vsem tebi gre paket, torej 20 siguren, če na 2 ure menjavaš. Ok, po noč pustimo. Ampak več bi mogla naša nožnica, zato tudi pravijo dihati. Mi jo vedno pakiramo, več bi mogli goli biti. Glih ena je prejšnjič govorila zelo zanimivo, kaj bi bilo najbolj pomembno, če bi sun gazing, da bi zjutraj, ko vstaneš, ko je sonce, iti na sonce, 5 minut, noge narazen brezgati, da res ona zadiha. Dihajo nam ne, vse je noter, žabe, nogavice, mislim, zato poleti, ko so te dolge kikalce, puste hlačke doma. Ja, jaz to vedno rečem. Pa po noči se mi zdi idealen čas, da brez pač. Veš, koliko jih še vedno spi z hlačkami. Z modrci, ne? Recimo to nisem imela, ker sem tudi jaz, recimo, ko sem bila mlajša, jaz sem vedno z modrcem spala. Zdaj, ko me čakam, da ga dam dol. Ko prijem dam prvo. Ker te slabo sem doživela zdaj. Ja, mislim, ne vem, zdaj, ko se spomnim nazaj, res, ko smo s tistimi modri. Je pa res nekaj, jaz takrat sem imela tista mehno dvojkico, tistega modrca še čutila, nisem gor, je bil to neki push-up, pa neki ne vem kaj. Ampak meni je bil tisto normalno modrc van gor, ne? Vsaka nas mladi, nas tukaj ne motijo. Ja, se to pa tudi res, ne morem več, ne petk, ne tisto. Jaz sem še gledam, kaj je udobno. Jaz sem si danes 3 petk dala gor, pa sem vse tako, ko sem, ne. Sem še eno vprašanje, kaj pa uporabljate med menstruacijo, ti uporabljaš te vložke? Ne vem, kaj pa si mislite o menstrualnih hlačkah, pa tu pa ni. Ni vama? Ne vem, nisem se še, jaz sem še en čas imela tisto šalčko. Tudi to se mi je zdelo prvo cenovno, mislim, zdaj cenovno, ampak tudi
Pač, da ni teh, isto zdaj, v bistvu na teh vir-80, kar tiste kaplanice. Pač, Ja, zato, ker v bistvu vsi vložki so zdaj enkrat na meni zelo lepo razlagali. Je vložek, sem spodaj ena plastika in to čisto nič ne diha, ker ta vir-80 še diha. In to je rekel, čisto isto predstavlja si, kakor da bi ženski zaprl usta, v bistvu tukaj je sluznica, pač to, kar en način povezuje z vagino, in da bi imela skozi usta zaprta, kako je to. Tudi za njo v bistvu in vonjave in vse se potem nabira noter. More zadihati. Jaz sem drugače probala une menstrualne hlačke in sem bila ful prijetno presenečena. Jaz drugače uporabljam skodelco, ampak une hlačke v primerjavi pa jaz vložkov že zelo dolgo nisem uporabljala, pa imam še zmerun spomin, koliko je to grozen in sem mislila, da bom imela občutek, da imam neke planice gor ali ne vem kaj. In je bilo tako na friz, zjutraj, prav spomnim se, ko sem se zbudila zjutraj in sem tako odprla oči in sem tako, čak, neki je danes drugač, vem, da je, sem ne vem še kaj, moram se spomniti. Pač ni bilo unga tako občutka, ni bilo une mokrote, ni bilo tizga. A ni mokrote? Nisva, mislim, sigurno so zdaj že tako dobro. Moje življenje je tako boljše, odkar te hlačke uporabljam. Meni je tako udobno, jaz sem sovražila menstruacijo, pa jaz imam teorijo, da sem imela izkrča zaradi tega, ker sem vložke uporabljala. A veš kaj je? Ker jaz, kar uporabljam hlačk, nimam jaz več krčo. Midve so Saro hotele začeti te kaps, kako se reklam. In midve naročive, to je treba velikosti in to različne. In midve seveda poskusna zajčka, vse je treba preden damo v prodajo, prijatelji, midve to uporabljati. In Sara pač prvo da notra, karkoli Sari začne slabo. Ona misla, da bo skus. In smo povedali, da je to ta toksični šok, veš, kaj se doživi. To ženski sploh ne govorijo, ni zdaj redko, ampak tudi lahko doživijo, da ljudje, ženske umrejo zaradi neki v nožnici skozi imeti tampone. To je ta toksični šok, se govori. Jaz sem imela to izkušnjo, zato mene takrat, se pravim, 8 let nazaj smo poskusili tiste čašice, ne? Nočem antireklamo delati, verjamem, da je tudi super, ampak v mojem primeru je bilo pa res tako, zdaj medve sva jih par naročile in en dan sem eno, drug dan sem drugo, 3 dan in en kaj je bilo pa 4 dan, pa če jaz dam noter, jaz sem pa zelo močna menstruacija, tudi to je, ne? In en kaj je bilo in jaz sem bila lista malo gor in pride Tamara in jaz sem tako v enem momentu. Jaz sem mislila, da bom umrla. Jaz tako, Tamara, krč, jaz sem rekla, pokliči rešilca. In jaz zakaj Tamara rekla, kaj si na zadnje delala? In jaz ne vem. In tako študiram, kaj sem na zadnje delala. Ja, čašico sem ti zdala. In ona, pejti jo ven. In kakor sem letela na WC, ker sem čašico ven potegnila, je bilo. Ker pri meni pri čašici je to tako, veš, to ni, da greš v trgovino, pa probaš, kje ti paše. Je small ali je medium ali large. Tako da v mojem primeru ne, pa verjamem, da bi mi bilo dosti lažje po vse. Ja, res je. Slišala sem za te hlačke, nekako se nisem, se pravim, jaz res menstruiram zelo močno, ne, tako da ne vem, ker ene pravijo, to ima, ne vem, en dan, 2, pa tako par kapelc, pri meni tega ni. Jaz sem se mislila, ker potem je potrebno, je treba te gat, kar velik imeti in potem, ko kaj na 2 ure, potem hlačke menjam, tudi če grem kam ven, kaj imam potem 5 gatk sabo. In pa kaj s tistimi gatkami, jih niti stran, naprimer, kaj s vem, grem s prijateljicami ven in mi znamo biti, ne vem, 8 ur, pa malo večerica, pa kakšna pijača in s tistimi gatkami. Menstrualne hlačke. Ne vem, tako. Jaz sem glih po moje ciljna publika za tole, ker jaz med menstruacijo sem doma. Jaz sem, mislim, že tako sem jaz veliko doma, rada sem doma, med menstruacijo sem pa še sploh doma in še sploh imam mir in še sploh si vzamem čas. Pa imam pač une hlačke. In če ležim in tudi če grem malo čez, nima veze, ne? Če pa tle zdaj ti bila, pa bi ti šlo, bi pa imelo veze. Ja, pa še jaz moja najljubša barva je bela, tako da sem idealna za to. Ja. No, zdaj gremo pa na icebreakerje. Čeprav smo se že malo razbili let, ampak dajmo kakšno vprašanje še iz tukaj, ne? Tako da zdaj boš ti naredila prva en zvočni efekt za nov segment. Mjau. Icebreakerji. V glavnem. Ali, to je zdaj vprašanje za vaju, bova tudi mi dve odgovorile, ampak predvsem naj zanima vajen odgovor. Ali bi bili raje brez intimnega olja do konca življenja ali brez kave?
Brez kave, ker jo Brez ne pijem. kave. Pa se mi je zdelo, da je ena zadnjič rekel, da ne pije kave. Ne, jaz pijem kavo, ampak res ne bi, ker se jaz enkrat to. Jaz sem prav prejšnjič, pa mi sem obsedena s tem oljem, da si s svojim izdelkom tako obseden, ker reče, sem še rit nisem namizala, pa še to sem. Glej sem prej puncem razlagala. Karkoli, ali se mi nekaj na nohtih dela, jaz tam namažem. Ali še moj partner, brado, ima vse, nohte, vse mažemo. Ko ima skupaj zelišče. Da če bi mi rekel, pejte sama, ne vem, vzam samo eno stvar od kozmetičnih izdelkov ali pa kar lahko naprimer na samotni otok bi to, ker vem, da je lahko in krema, in intimno olje, in deodorant, in oljček za lase in tako. Jaz bi mogoče pinceto vzela. Se to noben ne vidi. Vse jaz sebe. Enko, če kaj rečem pinceta, ker imela dela ful. Pa kaj bi si pol vse dlake s pinceto? A ne, meni tako vsi smešno, veš, kao, jo, kako imaš lepe lase, kako imaš lepe note. Ja, ampak prije v paketu, a veš, tako da ni zdaj sem lase, imaš drugo pa ne. In če bi hotela ubijati čas, bi ga sigurno lahko s pinceto. Na samotnem otoku bi bolj težko kaj s to pinceto, ker nimaš ogledala, ne, in pol si ne bi mogla. Noge gledaš. A ja, noge, to sploh jaz nisem pomislila. To je pa najbolj izviren odgovor, kar sem ga kdaj slišala. Ne vem, če pinceto. Ne bi pomislila, da bi kdo pinceto vzel na samotni otok. Siguran to. Wow. Mislim, kakšna blondinka dvomem, ampak še me take južnaške pa ja. To se pravi, pol se rajš odpoveš olju ali pinceti? Odpovem se rajš... Valjda da pincet. Ja. Halo? Se vi se naučila tudi z nohti takole? Ali pa z zobmi? Veš, ko je bila gibčna pol. Ja. A si kdaj z zobmi izpula kakšno dlako? Jaz sem Jaz partnerju ali pa kaj, Ja, ne vem. jaz tudi, ja. Opa, se vpričam. Ker tako najbolj začutim. Klele na nos so vedno dobijene, takole. In nikakor je ne morem, se mi ne da po pinceto iti gor. Nisem že niti pomislila na to, kam bi naredila. Ja. Je meni to en bivši pokazal ta trik kao z zobmi, da pulaš dlake. Ja. In so tako, wow. Drugače sem tle, ko fun fact, sem tle eno dlako, ki je ful dolga. In sem prav, in pač nočem dati ven, ker mi je tako... bojiš, ne? Ja. Kuk lahko dolga zraste. Ja, in je ful dolga in sem prav ponosna na njo. Zakaj te pa ne moti? Da vem, kako mi je hecna. Smo dala ime, Ferdo. Mislim, da je Zofka, ampak pol mi pa Jan rekel, glih, zdaj za vikend, da en drug ime ima, pa sem pozabila. Jaz mislim, da je Zofka. Trenutno je Zofka. In pa včasih odpade in jo kar ni in pol na novo zraste. Ja, Jan ima pa tudi tle eno tako dlako, za njegova je krajša. Da jaz zmagam. Ok, kaj pa ti, Sara, čemu se rajš odpoveš? Ti si pa velik ljubitelj kave. Ja, jaz se zaenkrat, Ja. mi je ful žal zaenkrat odpovedati intimnemu olju. Mogoče bo čez eno leto moj odgovor drugačen, ampak trenutno, če se kavi Kava. odpovem, bi kar me kapi po moje. Ja, seveda. Jaz pa... Ti tako ne piješ kave neki? Jaz trenutno, jaz še na olje še nisem toliko navezana, ker sem ga glih začela dobro Ja. uporabljati. Na kavo pa tudi nisem neki ful navezana, jaz bi se lahko čemrkoli od tega dvojega. Tako da, Ja. ampak tako, če pa pomislim, kaj je boljši efekt na moje življenje, pa mogoče bi zdaj rajš olje izbrala, da imam olje, zaradi tega, ker jaz lahko tudi zeleni čaj pijem, pa mi je tako to v redu. Ali pa energy. Loopholes. Joj, zdaj. Ali pa te nove zdaj, to moram še Avna tudi mushroom probati. coffee, kaj Ja. je, ne? Moram probati. Ja, no, še nisem tega, ampak sem pa zdaj grozno začela malo te energy piti. In sem pač, energy drinke? preden grem v fitness. Sploh si ne predstavljam tebe s tem v roki. Ja, in pol un monster, brez sladkorja vzamem. Tudi ti In v pol roki si ga- držiš in ja. piješ. In še najboljš mi je slamco, dam noter, une slamce vam za večkratno uporabo, veš, in pa dam slamco noter in pol to tako sipne mal, preden grem v fitness, koliko dober trening naredim. Joj, koliko je fajen. A Tako pomaga da- tako? No, res? nažalost, ja, vsega ne vsakič, tako sem pa tja, ampak daj, na primer, se mi ful ne daj, pa rečem si, lej, ti dovolim, da greš v trgovino, pa si kupaš en energy za nek sweet treat, da boš pač lažje Pa šla in pa mi je to seveda. motivacija. Ja, če motivacija. Ne, Itak je, Itak. če je v zmernosti. En danes tak je alter problem. ego. Ja. Ja, ampak se pač gledam, da ni to zdaj prepogosto. Tako da, ja, v bistvu bi se lahko odpovedala kavi v resnici. Naslednje vprašanje. Ali bi se raje tuširala 5-krat na dan ali enkrat na mesec? Jaz enkrat na mesec, ker se že zdaj tuširam enkrat na teden.
Veš kaj, nimam Če enkrat vonjav, no, tako pa midve tega, res a veš, Saro to zelo prakticirajo, enkašni imajo predsodke o tem. predsodke o tem, ok, poletje je drugače, ampak že to pač vsak dan grem seveda pod vodo, ampak samo v vodo brez kakšnih mil. Ampak drugače tudi jaz na 3-4 dni, drugače pa sem intimne predele mogoče pa pod pazuho na hiter, ampak tako, da se kar preveč potem peha tudi naša koža zgubi. Drugače pa ja, sreče enkrat na mesec je premalo, tako da pol Jaz 5-krat. komot. 5-krat na dan bi se. Ja, rajko kar enkrat na mesec. Če imam Kaj to pa- možnost. Ja, kaj pa A ti ne bi? Pa Ne. veš kaj, jaz mislim, da se lahko skrpo obrišaš. Kaj pa če... Ne, Ja, to ok, to lahko. tu velja. Se V mojem pravi. svetu velja. Pa se pa Ja. pač enkrat na mesec tuširaš. 5-krat na dan, jaz nimam tu časa, sorry. Se ni, se In- mogoče kaj to, če hitro skočiš na Ena ceste, skrajnost a je pa veš. druga Ja, skrajnost, ja, če ja. moraš med skrajnostjo zbirati, pač ja. Eni Jaz- se res tuširajo, tiste, veš, res Eni dolgo imajo to, midve, jaz ne. Misliš, tudi če se stuširam, se dosti na hiter, tako da bi lahko to Ja. 5-krat dala tudi v 10 minut noter. Imam pa rada kopeli, to so pa meni Mm. obredi, to pa jaz noter dajem zelišča, cvetlice, epsonsov, eterična olja, svečka. To mi je pa Pa tudi ni moje, nič slabo za floro, karkoli daš noter, to je vse v redu. kar jaz dajem noter, ja. Okay. Kar Drugače jaz pa dajem, ne no. tako une, pene, pa tukaj imamo. Ne, se to ni pene, se pravi Epsom sol, recimo, To ne, ona, pa ko govori zelišča, tiste pa penilci, eterična ki olja. so. To je tiste ne, Ali pa one. tiste kugelce. Ali pa Fat med, bombs. da. Tu sem se zmer sprašvala, če uno vržem v vodo, pa grem pol noč, če mi bo kaj uničilo. Ko imaš še une bleščice. No? Ja. najbrž, Ja, najbrž. Ne, se pravi, jaz imam to vse tako. Tako da kopeli obožujem, to je res, pa sploh pozim, pa svečka. Pa, to je tako, kako bi rekla, poboža mi dušo. To je moj tak disconnect, ne? Ali pa recharge, ali pa reset. Ne? Ampak lih sem tuš. V kopel dava midve, tudi zelena včeraj govorila, vedno dam tudi našo tole body olje, ki smo naredile, ali pa pač katero koli body olje, če imajo, da malo pokapajo v vodo v banji in potem, ko prideš ven, imaš tako lepo tako kožo, da se ne rabiš potem mažati. Kjer je body olje? Ta belo. Tabele. Aha. Z jasminom in potem malo, in ko priješ ven, v bistvu naredi eno tako kemično reakcijo, film, da se ta Prime se ti na olje kožo in si v kožo bistvu- Pa ti se ne prime. rabiš namazati. Se ne rabiš, ja, če si na tistem, se v banji, če greš. Okej. Če jaz ne hodim zdaj redno v banjo, grem enkrat na mesec, ampak Ja. drugače pa tudi vedno olja, to se tudi morajo punce zavedati, katera koli se ne grem samo naših, najbolj absorbirajo, ko je koža mokra. Tako da vedno, ko grem mokra iz tuša, se takrat z oljem namažem. Prih prejšnjič je ena razlagala, skozi so mi govorili, koliko je dobro za lase olje. In jo mažem še bolj 14. Ja, zato ker je to zaprt, las je zaprt. Ko pa se ti opereš lase, mokre, na mokre daš olje, pa on usrka noter. Tako da je vsrka. In takrat... Celo življenje vse narobe dela. Ja. No, in potem, no, seveda je tudi treba po tistem še enkrat šamponirati, pa uprati, ampak tukaj je v bistvu las, suh je zaprt, ko je moker, je odprt. Isto koža, ko je mokra, je odprta, so pore odprte, takrat daješ izdelke gor. Tudi, naprimer, zdaj ta oljček za obraz, ki ga imamo, jaz ga največ, ko se umijem, pač dam tako, kar poje koža, kar posrka. Daj nehi. Wow. Ja. Ja, okej, tako da ta interesting. kokosova olja, pa to, kar dajo na lase ali pa tako. Okej. Na mokre lase. No, cool, bom No, probala zdaj to. naslednji teden bova končno negovani. Da bova upoštevali vse to. Pravilno. Ne? O, Ja. Bog. Pravilno. Ja, no, jaz bi pa drugače tudi izbrala 5-krat na dan rajš, ker ni čas, da se enkrat na mesec stušira. Ampak jaz se tudi včasih se samo z vodo, zaradi tega, ker meni je pa mami vedno, ko sem bila majhna, da pač prevečkrat milo uporabljati ni dobro, Ne. zaradi tega, ker ni dobro za kožo in isto zabrisati, da se tapkaš, da ne drgneš, tako da, kar se tega Se tiče. tapkaš. Ja. Daj se Popijem, tapkate. jaz se Jaz ne, itak jaz sem samo itak tako, pa posušim, se ko si hitro- dam olje gor. pa Podava pa tudi olje, pa zdaj takrat še kaj delam v kopalnici, da se Ja. tisto olje, se pravi, Upijem, pa upije. posušiš.
Ja, meni se zdi, da ta moj ritual v kopalnici je čist predolg. Jaz se zato tako težko spravim tuširati, ker se mi zdi, da sem pol tam pol ure rabim za to, da se vse naredim. Ampak dobro, če bi se petkrat na dan tuširala, bi lahko hitrejš. Vse voda je tudi en reset, da se takrat očistiš in dušno in mentalno in vse. Ja. Veš, je po moje globje, ni samo uno, se kaj pa delaš, ampak pa še ti tisto občutek, ne? Tisto, da lahko Tudi je kao zadihaš. neki na teh tuših, ki ti tako sperejo. malo. Absolutno, ja. Nasploh je voda zelo velika, Čisti. vse lahko. Ok. Ali bi raje doživela orgazem čisto vsakič, ko se dotakneš svoje vulve? Ja. Nisi še drugi slišal. Ja, sej drugače na druga ni glih. Ali enkrat na let bo rekla. Ali pa nikoli več ne doživiš orgazma. Ma ja. Ali to dotakneš, vsakič, ko se Ja. dotakneš. Vsakič, ko bi si namazala, ali pa se sem dotaknila, popraskala, vedno bi ti prišla. Ampak Ma, ne velja pa, če super. se naprimer tako, veš, ko se stegni dotakneš. No, da se da to- Ja, noge to pa prekineš. veš, Ne, to. moraš se z roko, s prstom. Nisem Ja. z roko. Ja. Ja, Ja, the best. veš to. seveda. No, ker uno Jaz tudi, absolutno. Veš, kako dober. Ja. A ni to fajn? Pa Kaj pa je kukrat se jo problem? pa na dan, naprimer, da si jo res Ja. zdaj. Ok, vsakeč, ko grem lulat, ko se obrišem, Kako dobro, ti še vsakič lepo ti pride. pride še zraven. okej. Joj, punce, pa tu je tako naporno, ne morete vsakič priti. Jaz ne vem, kakšni so vaši orgazmi, ampak ne moreš po svetu hoditi, tako da ti vsake. Ja, pa se 5 ne minut dotikaš pride. skozi, se Ja. vsake 5 minut dotakneš s prsti dol. Tako, mogoče Pa bi ne ti zdaj v 10krat na dan studiu, ampak prišlo. doma pa fulja. Se skozi prijeti. Pa bi se Ja, malo... pa se ne bi. Ja, pa bi se moralo odvadati, ja. A ti veš, da ti nikoli več ne pride? Ne. Joj, sem gledala to eno oddaje, to so pa res, mislim, to so hude Ja, bolezni. ja. Ja. Je bila ena ženska, sem te slišala pralni stroj, ni mogla spoh. In to je minuto skozi je prihajala. Vedno je mogla potem dati prati, iti ven, ne vem. To sem imela. Ja, so te orgazmične, to je, mislim, vse je prvi, je Drugače zabaven, bolezen, to drugi, ja. tretji, peti, pa 50, pa Ampak ni se več. pravim, Ja, da se razen, da mučenje. se je dotaknem, naprimer, se pravim, zjutraj, jaz imam pač ritual, zjutraj se intimno olje namažem in potem, ko greš Na WC. pač na WC, ko greš lulat. Pa Ja. okej, Pa ko se zvečer umiješ. sigurno še kaj tako, ampak ajde. Mislim, Potem je zanimivo to bi bilo, 4 kako se brila, orgazme pa na dan. depilirala dol. Ja. Skozi. Ja, mislim, a veš, Ne, najbolj, ko greš to kakšnemu drugemu, da te depilira. Pa Ja, si pravi, a ja, pa luno, ne še, če si sam, še ti spomni. Sam pa bi Ja. prav tako malo zgubil veselje do teh orgazmov. Če bi ti, a veš, pa ti sploh ne bi Ja, več seveda, rad, sem, pa da bi ti rad pa tako nikoli- krenil. Vse, kar je preveč, zgubi svoj čas. Ja. Veš, pa Vedno lahko je. spremenimo to vprašanje. Se Ja. pravi, ali vsakič, ali pa samo enkrat na mesec. Jaz zberem enkrat na mesec. Ja, ti si to napisala, takrat nisi Ja, mogla spomniti. nikoli. Vem, včeraj nisem Ne dovolj moreš. razmislila. Ne, zdaj je kar je. Jaz sem Ja. še vedno za vsak. Ja, ta flag zdaj. Ne moreš. Ja. Ali nikoli, ali pa vsakič. Ok, vsakič. Mora biti težko, mora biti težko, če ne brez veze. Vsakič, vsakič. Okay. Še zadnji. Ali bi raje misionarski seks z nekom, ki si že en mesec ni umil zob, ali 69 z nekom, ki se ni dobro brisal po numbertu? Ojoj, noč, hvala. Pa v moj zagovor tu je ChatGPT vprašal ta vprašanje, nisem se ga jaz spomnila, sem da veste. Kaj, ka se ni dobro Ob obrisal? brisu, uriniranju, ne? Ne Uriniranju. po kakanju. Ali pa A ja, kakanju se je to. zadah. Samo se tušira, ker se sem ni obrisal, pa zdaj slučajno. po Jaz nesreči tudi mislim, enkrat. da rajti iskres, sem pa nekaj, Kaj se sem pa na tušira? zadah iz ust, sem pa tako Amaromatoja. alergična. Oh, A? to jaz vem. Pol 69 izbereš. Ja. Pa veš kaj, se pravi, mislim, da ne bi bila tako kol šupka, bi bila bolj pri klobasi. Ampak vsakič, ko bi šla dol, bi tako malo zavohala. Ne, zobe. O moj bog. Da je tako konstantni Sam opomnik veš bi kaj, bil. če si pa že ni en mesec umil zob, ne, tu ne samo da smrdi, tudi kosmato je, po mojem, so ta cela usta kosmata. Čeprav ni to točno tako. Zaradi tega, ker naša mama je šla na eno delavnico pred 20 leti in kao ta primarnost, ne, to. In je v bistvu, ko se ne tuširaš, recimo en dan, dva, zasmrdiš, ampak po enem mesecu ne.
Že po enem tednu. To je ne. Isto razlagala, zobe. niso smeli se ne Niso zob smeli prati. zobe Tudi z prati. unimi palčkami ne. Ne, nič. In v bistvu ta primarnost in pol so videli, da pač tisti prve par dni je bilo grozen, ampak pol telo zregulira. Ampak, a veš zakaj? Bodimo zdaj neki iskreni. Pri nas zakaj moramo zobe? Pa hrano so jedli čisto primarno, brez teh Pa jim je že spucala hormonske, malo, vse najbrž to. hrana. Ne hrana, ampak ko ti tako zdravo, Ne A veš, trohni v, ne trohni v a črevesju veš, in pa nimaš zadaha. Veš, to je drugače, kot ti živo a hrano veš, niti ješ, lase so prvo rekle, bila masna v čebr, a veš, pa so se pa navadili. Vse veš, kako so včasih to. Se niso skozi tako umivali, kot smo mi zdaj tole noro ratali. Ampak je potem neki, ampak zato, ker so lase so pol pravili samo z vodo, tam, ker so, niso smeli s sabo imeti ne parfumov, ne, nobenih kemikalij. Koliko časa je In ko bila ti to tega En nimaš, mesec. in ko ti tega nimaš, potem ni samo zdravo predelano biohrano so jedli in potem niso te vonjave. Mhm. Ja. In polk je domov prišla, ste ve povohala iz ust in ste rekle, vse je v redu. Čisto je bilo v redu. Res? Vse je zanimivo, Wow, veš, zdaj, če interesting. gledam, jaz sem edina, ko uporabljam deodorant, ampak moja mama pa sestra ne uporabljata. A res? Pa nikoli ne zasmrdita. Se pravi, jaz Jaz težko tudi, če bi rečem, zakaj mogoče- se lahko jaz enkrat na mesec tuširam. Nekdo mogoče, ki zelo pač se poti, kaj tasga, bo rajš 5-krat na dan. Zame, jaz, če ko grem v savno, moram iti najmanj 3-krat noter, da meni 2 kapljice padeta. Ne? Okay, ja. Ja, tako da zaradi tega lahko jaz pač to zdržim. Jaz tudi, ko grem, ne vem, zdaj le pijem ta čaj s klinčki. Ne, čaj pa klinčki v prahu ali pa klinčke daš, to tudi znotraj ti čisti telo. Tako da recimo tudi nimaš vonjav, ti ne zasmrdiš, ne, ker te od znotraj čisti. Tako da tudi, če zašvicaš, če bi bil moker, ni tega. Tako da, ne. Ja. Je moja Ja. mama drugač, preden je zanosila, ona je rekla, jaz nisem nikoli deodorant uporabljati. Potem pa zanosila, pa so šli hormoni, ček, zdaj porab. Ampak tako res smo si, pač res je različno Ja, pri ljudeh. tako kot pa enih, pa recimo noge, enim se znojijo, ne, pa imajo neprijetne. Recimo, kaj sem tudi vidim zdaj, kakšni imajo že mladi zelo neprijetne vonjave. To so tudi hormonske spremembe, definitivno. Tako da tukaj ni drugega kot znotraj nekaj rešvati. Ampak ja, se pravi, jaz lahko z lahkoto se enkrat na mesec tuširam. Ne? En pa verjamem, da ne. Ja, drugač všeč mi je bilo tudi tole, zdaj glede vonja iz ust. Jaz zdaj imam zelo enostavno odgovorim, da misionarski seks z nekom, ki si ni en mesec umil zob. Ja, Ja, glej, to je to. ja zdaj. Ja, jaz imam neko stvar s temi zobmi isto. Ja, jaz bi pa raje 69, se mi zdi. Ja. Čak, ti pa nisi odgovorila. Jaz sem rekla, da je absolutno misionarski. Pa Aha, to. aha, Jaz okej. Pa so dol misionarski, če samo rečeš, ne zapre usta. Ali pa samo tako daš glavo na Ja. stran. Ali pa pač dihaš čez usta. Pa tako. Ja, samo rad. Ja, ne, bolj kot fekalije, absolutno. Tako da. Ja, Ja. meni tudi absolutno. Ja. Ja, prav, Ja. v redu. Ok, preden gremo na tiste zgodbice, imamo pa še en segment, kot da zdaj bom pa tebe, Sara, prosila, da daš nek zvočni efekt. Ja. Jiha! Intimni kotiček. kotiček. So nas usklajeni. A to je pa segment, v katerem predstavlja eno seks igračko. In potem boste videli povedali, kje se vam zdi bolj zabavna, kje bi vidve probale, če bi, mogoče, a sta že kjero, imate kaj igračk, sta kdaj to Jaz sem bolj kot Sara, spet bo Sara ima, kar je Predsodke glede tega, oziroma predsodke, glih to sem prej hotela reči. Zakaj se ne dotikamo s prsti nožnice? Zato, ker živimo v hitrem tempu življenja. In če daš pornografijo, hitro ti pride hitreje. Če daš vibrator, hitro ti pride. Pač vse s prsti rabiš dlje. Če se ljubiš, rabiš dlje. Nasploh vse hitro počnemo zdaj. Tako da, ampak ja, jaz uporabljam, ne vem, imam tistega mojega hitačija. Tako da jaz sem na tega hitačija, ki ga lahko tudi skupaj s partnerjem uporabljam. Tako da je pač na obe. To je pa to načeloma. Okay. Drugo ni.
Pa kupila sem si zdaj, tukaj smešen prejšnji, če moj gledal. Mi dve Saro Ženčas govoriva treniranje vaginalnih mišic, kako je pomembno. In seveda imamo jon jajčka, ne zaradi tega jon jajčka, da bi jih potreboval imeti, ampak te opomnejo, zato ker seveda ven lezejo in ti moraš biti premorana, da stisneš nožnico. Ker drugače pozabiš, ni nam to v navadi delati. In sem zdaj vzela eno, pač to, je pa tak, daš noter v nožnico in je aplikacija na telefonu in se igraš, ne vem, kamarijo, izkačeš in moraš zadržiti in potiša. In pa je ful smešen, s kakšno žensko, ki ti čas igra, ne vem, kjerkoli zdaj na svetu, ti z njo igraš in si misliš, zdaj iz moja vagina, pa ena vagina, ne vem, ne vem, Indija je zdaj igrala in Alan tako zraven gleda, pa s čim ti se s prstami, ne, jaz vagino igram. Ampak point je tako dober, zato ker tam pa res vidijo, naprimer, zdaj imaš, veš, si 600 stisnjen, na pol 800, ko hočeš na 1000. Ja. The best. Se pravi, lahko igraš z drugimi ženskami na svetu? Ja. Kjer je družabne igre? The best. Ja, in pol je tisto, in ko te je zmagala, ne, drugič bo spet. In res ti da to motivacijo, ko hočeš biti boljši pri teh zdaj jajčkih, tukaj ne ve, to je dober, ampak se pravim, za kdaj tako sem vzela. Ampak tukaj ni nič orgazmičnega, ampak samo za treniranje, ampak ja, to sem si tudi vzela. Pa te vod, ne, tudi neke vajema. Ja, vaje, na koncu, ko si dober, bravo, in ko te nekdo pohvali, bravo. Tako fulelišten. Ok, ti pa nimaš, si kdaj kaj probala? Ali? Sem probala, definitivno sem eksperimentirala, veliko, pač sem eksperimentirala, pa se veš, tudi dobiš marsikaj za rojsten dan in tako ne, pa seveda probaš. Sem pa bolj iskreno pristaš tega dotika, zavestnega dotika, raziskovanja. Vseeno, jaz sem zadnjih 8 let posvetila raziskovanju vagine, domače rečene, in domač doktorat iz tega naredila, ne? In glede na vse prebrano, naučeno in tako, je pač moja zdaj končna, da te stvari, ker mi ljudje imamo redko meje, ne? Zmernost. In jaz nimam nič proti, če nekdo kaj tazga uporablja zmernostjo. Danes smo težko zmerni. Ne, in pol to preide. In jaz sem tudi, ko sem kolumne pisala intimna vprašanja, pa sem napisala ženske zasvojene z vibratorji, moški z pornografijo, ne, je bila ena izmed teh in sicer mi imamo toliko in toliko živčnih končičev spodaj. Ne. In saj veste, kako te vibratorji izgledajo, ko imaš ti prvo tazga dobiti v življenju resničnem, ne, je. Take batine je bolj izjema kot pravilo, da vrti, da trese, da umeša anus, ne, in se je super, ženske je to, wow, ne, se tudi meni je bilo. Ampak pa je pa problem, ko pa priješ v intimni odnos in tega ne dela. Ko ne trese, ko ne vrti, ko nima hitrosti, ko zraven ne stimulira in pa si, ne, in tukaj je to. Tako pa ravno moški, enako, ne, pač gleda pornografijo, vizualna, stimulacija, pol seveda tiste svoje pitone davijo, ne, redko kdo bolj nežno, torej stisk se povečuje in potem isto kot pride v eno intimni odnos, ko ona se ne obnaša tako kot tista tam na filmu, ne, ko njena nožnica ga ne zadav skoraj tam, ne, in v bistvu imaš potem na koncu dva osebka, ki sta zelo nezadovoljna, ampak čist nepovezana. Torej, jaz mislim, da vsak intimni odnos in seks in to je lahko čudovit, ampak gre na grajenju odnosa, pa na to se pravi, raziskovanju sebe, da veš, kaj je. Tudi ženske morajo znati moške vaditi, da niso vse malo tepčki po ene, ali pa oni zajčki, ne. Zato jaz pravim tudi, da je vzdihuj, kaži, ker to je zemljevid, ne. Vodi ga po svojem zemljevidu telesa, ne, da on lahko. Tako da, zato sem jaz pač, ok, mogoče kakšen kristalen tist, ampak da bi pa to, ne, sem pa bila preveč razočarana, iskreno. Okay. Tako da, ja. Sem bolj to. Zanimivo. Ok, a boš ti začela? Ali? Ti boš začela. Jaz sem prinesla, jaz sem zdaj na Instagramu vprašala malo moje sledilke, kjer igračke, kaj uporabljajo, kaj mi je všeč in da kaj novega predstavimo še tukaj v podcastu. In je kar napar napisal za Lelo. Lelo pa res še nismo nič predstavili. In imam danes tukaj Lelo Silo. Obstaja Lilo Sila pa Sona in jaz to vedno mešam, ampak tale je Sila.
A veš, kaj bi bilo logično, da je sona, ki je ta v krogu, bi mogel biti ta sona. Sila je pa malo bolj tako podolgovati in bi mogel biti, kaj je I, a ne si, pa tako, ampak ni. In pa moram vedno pomisliti in biti tako glih narobe je. Skratka, Lelo je v bistvu ena taka malo bolj prestižna znamka seks igračk, tudi malo dražja. Imajo res take lepe in fajne stvari. Zdaj, tako čisto iskreno, a je vredno dati še enkrat več skoraj za Lelo, kot za naprimer Satisfyer? Po mojem mnenju, ne. Jaz mislim, da je, kar se kvalitete tiče, pa kar se izkušnje tiče, skoraj isto. Tukaj daš res malo več zaradi znamke. Zdaj, ko sem jaz še delala v sex shopu, pa ko smo dobivali te feedbacke, je bilo dejansko tako, da eni ljudje, ki so sprobali oboje, so preferirali Lelota, ampak eni so pa preferirali Satisfyerjeve igračke. Tako da tukaj je čisto osebna preferenca še zmer. Pri teh igračkah je res največja škoda to, da dokler ne probaš, ne veš, kaj bo zate delovalo in kaj ne bo. Kar nekaj, kar za mene deluje 110%, bo za nekoga meh in obratno. Ampak tale, pač jaz, naprimer, ko sem raziskovala, veliko ljudi rekli, da ta jim je tako manj všeč kot karuna sona. Ampak kar sem jaz ugotovila pri tej, ko sem probala oboje, da ta mogoče mečkan dalj traja, da ti pride, ampak meni je to bilo glih všeč, ker te mal dalj časa rajca, mal dalj te pripravlja, mal daljša ta predigra je skoraj s to igračko bila meni. In mal večja pač to ustje ima, to v bistvu prislonaš na klitoris, ne? In kaj dela sesa ali? Kao sesa, sicer v resnici bolj pravilen izraz bi bil, da pulzira. Zaradi tega, ker ima tukaj tako membrano in potem v bistvu tako potiska zrak, dela pak. Ampak čutiti je pa, ko se sanje. Meni ni čutiti, kaj se sanje. Meni vedno, ko so rekli, da so to sesalni vibratorji, sem da jaz, kje je to, mene sesa. Pač najboljša razlaga, ki sem jo jaz najdla za to, kako te igračke delujejo, je, da si predstavljaš, kakor da si na koncertu. Da stojiš pred unim gigantskim zvočnikom, ki dobesedno čutiš une vibracije oziroma pulzacije zraka, ki grejo čez tvoj telo. Kar čutiš vse pnota tisti zvok, ki je kar uno... Kaj gongi. Ja, evo. No, ta igračka dela na pač ta princip. Tukaj noter je ista membrana kot v zvočniku, samo pač, da je manjši, ni toliko naglasne. In potem to prodira dobesedno v tvoj telo. Ni tako, da stimulira samo tisti zunanji del, samo glavico klitorisa, ampak stimulira celo strukturo klitorisa, vse, kar je še noter, še te nogice. In v bistvu res, ko gre noter od tkivo in od znoter stimulira. In je res en tak zanimiv občutek, ki je drugačen, kot če so samo vibracije. Zelo intenziven, zelo velik, mislim, kar dosti žensk, ki recimo nikoli niso doživeli orgazma, ali pa ki težko doživi orgazem, s takimi igračkami na te pulze, potem ali prvič doživi orgazem, ali končno odkrijo, da lahko zelo enostavno in zelo hitro doživi orgazem. Res taka zelo zanimiva stvar. Jaz sem, ko sem začela delati v sex shopu, sem komi čakala, pač, da bom to lahko končno sprovala, ker sem toliko slišala o tem in brala in sem lahko, da vidim jaz, da je to in meni je bilo. Jaz sem bila res navdušena in pač da best je tako. Boš posodila za domov. Zmerjena. Najboljše je, če uporabiš še malo lubrikanta, zato da je res vse tako lepo gladko. Lahko pa v bistvu tudi brez, pač se da samo pač dati gor in priklopiš in pol dela. Meni je všeč. Je pa tako ful mi je zanimivo, ker recimo, da primerjam zdaj, pač Satisfyer je tako po moje najljubša znamka, ker imajo tako neskončno velike izbire in res cenovno je ok in kvaliteta je super in vse. In pač ta stane več kot 100 €, pa pač samo to dela, te pulze ima. Pomaš pa nekaj od Satisfyerja, ki pa stane, ne vem, 60-70 €, pa ima pač 100, pa še vibrira, pa ima pa včasih še kakšen dodaten nastavek, pa še kdaj se kaj vrti, pa ne vem, v glavnem imaš tako eni igrački, tako 6 stvari, tukaj je pa pač res samo to. Je pa tako taka res luksuzna zadeva. Se mi zdi tako sploh za kakšno darilo, a veš, tudi embalaže, ful taka elegantna, taka črna in lepo je, no, v glavnem. Pač priporočam. Tako so smešne zdaj te oblike teh vseh vibratorjev, se spomnim ta Hitachi, to zgleda kot mikrofon. In ko sem jaz bila na Baliju in pač sploh te vse tajske države, oni zelo radi
pojejo karaoke, nasploh kamorkoli greš, če veste. In pač jaz sem to imela sabat, ker sem sama šla potovati na Bali en mesec in pride čistilka in mi potem reče, I leave your mic there. Ona misli, da ti pjevaš. Se rekel, no dobro, da saj ne zgleda tako. Veš, kaj bi še povedala o tem, recimo, ko si rekla, da je ful ženskam dober. Jaz sem pa ena izmed njih, ki mi je pa tudi čist premočna. Meni je to čist premočna stimulacija. Jaz imam res občutek sesanja in ne morem. Mislim, na začetku še neki, ampak pol, ko se bliža orgazmu, meni je to čist preveč. Jaz ne morem, pa moram dati stran. Kar sem pa še hotela povedati, ko si govorila o sili pa soni, ne? Pač razlika je v velikosti ust. Ne, te lukne. In pač logično je, če je večja lukna, se bolj razporedi pritisk, pa je malo manj močna stimulacija. Ne, če je pa taka una manjša, kad ti gre pa direkt tam, ne, pol pa tist lejlosona, je bil meni tako močen, da strašno mi je bilo. Ko sem jaz prvič probala, pa še kupila sem si ga, pa tako je bil drag. Sem tako, ful sem se veselila. Ženske smo v bistvu dol, naša vaginalni in vulva in vse je tako živčena in vsaka na popolnoma svoj način kot prsni vtis. Čist eden nima enazga. Torej je čist oživčena vsaka na svoj način in zato je zelo pomembno, da vidimo, kjeri deli, kar enemu paše, drugmu boleče. Ne? In to doskrat v bistvu ženske mislijo, ne doživijo orgazma, ker mislimo, da samo doživljamo vaginalni orgazem. Je pa v bistvu več klitorisnega orgazma. Torej, sploh ne stimulirajo zananje, ampak so pol razočarane, ko so v intimnem odnosu in v sami penetraciji ne doživijo orgazma. In tudi jaz dolgo nisem vedela, da obstajata dva. Jaz sem mislila, zdaj ga pač med intimnim odnosom ne doživim. Ja, ne, pa spet greš, kaj narobe z mano, v bistvu pa ne, prvo moraš svoje, zato je zelo pomembno, da svoje telo, ker potem vidiš, ne, si ti klitorisna, si vaginalna, eni so samo analni. Ne, tako da zato je zelo pomembno, da se ženska razišče, da lahko potem moškega vodi k temu užitku, ne. Kaj pa, naprimer, pri tej igrački, ki si rekla, se imaš itak možnosti, jaz tudi hitači, imaš tukaj enih variant, mislim, močnosti. Pač, tudi tle imaš, misliš stopnje, ne? Stopnje. Seveda, koliko močno. Meni je tudi, jaz mislim, da meni pač, tu v bistvu, kar na nek vakumček se ustvari, ne? Ker on potisne, ta membrana se premakne in potisne zrak ven, in ker gre zrak ven, gre klitoris noter in pol ga not potegne, ne? In jaz mislim, da meni jaz mislim, da enostavno ta sucking meni ni. Meni je na najnižji stopni tu preveč. Ne, jaz imam prijateljico, ki sem ji kupila potem za rojsten dan ta hitači, ker ona tudi nikoli nekaj ni doživela, orgazma ali kakorkoli. Pa potem pa še brez partnerja je bila in sem potem res ta hitači vzela. Smisel, zdaj se mi bo zahvaljevala, pa reka ne, da je vse premočno. Zanimivo je, ker močne vibracije imam pa rada. Jaz sem tega sesanja ne morem. Saj zrugače sesanja, meni tudi nikoli mi ni bilo. In ful je zanimivo, pa tako drag šport v bistvu, če pomisliš. Ja, da ne moreš niti eksperimentiraš, pa še ne moreš ga prodati, kot rabljeno robo na bolhi. Sej to? Celo kanto imaš pol tega doma, nekih igrač, ki so ti tako povprečno uporabljaš, pa pol skozi ene in iste v bistvu, ne, une tri, ki so ti dobre. Nisem povedala ocene. Jaz bi mu dala 8,5, pa ne zato, ker mi ni všeč, ampak se mi zdi, da za to ceno pa da je drago. Pač iskreno, zdi se mi ful velik denarja za to, da dobiš samo ta. Ker če pa vsaj še vibracija, veš, ka pol recimo ti ni všeč to, da kukar da ti ni všeč ta pulzacija oziroma to sesanje, pa imaš lahko vse vibracije, pa so ti mogoče vibracije cool, a ne? Tukaj imaš pa sam to in kar se tiče uporabniške izkušnje mi je 10 od 10, ampak sama igračka, price value, vse kar bi pa 8,5 bi dala. Ga pa lahko dobite na PitchPop s kodom med nama 10. Ok, jaz imam pa analni čepek. Zelo dolgo časa sem ga imela že doma in zelo dolgo časa jih nisem uporabljala, ker sem jaz v svoji preteklosti enkrat pretiravala z analnim seksom in od takrat me ful bolelo in nisem mogla.
In pa, ko moraš spet začneš z nekim takim Se mečkam. manjšim. In zadnjič me je prav Maja inspirirala, spet Maja, ki je govorila o tem, da ima ona zdaj vaje tako, da pač hoče malo počastiti svoj anus in ima koliko 100 dni, 120 dni Ful dolg, ja. analne masaže, pa tako vaje, pa smo ji pa tudi dali čepek, pa je rekla, da se ji zdi v bistvu ful dober, da tudi malo zavestimo tako anus. In jaz sem zdaj ozavestila s tem anus. Moram pa reči, da mi je čisto iskreno, malo scary, tole, kaj je ta kristalček noter, ne, ni povezan, štekaš pač ni v enem kosu. In meni se zdi, da tu, Da ne zgubiš kristalček. ja, le vidiš, ker se pač tu se kar tako odpre. Pa sam se, če bo padel ven, ne bo padel vate noter. Ja. No, glavno malo. Ni problem, tudi če pač. Tu mi je bil malo scary aspekt. Je pa fajn, ker je silikona, umiješ ga enostavno, nima nobenih teh, ni porozen. Lahko imaš med seksom noter in se ti potem Ja. anus blešči, a ne, če si v dobi, pol je tako. Pač veš, ko je ženske ful, zakaj ima tu kristalček, ker je ženskam ful neprijetno, ker nas moški skus med seksom gledajo v anus. Evo, zdaj lahko pač gledajo v kristalček. To je to. Jaz Jaz imam enega tazga. Tazga, točno tazga ne, imaš. točno tazga, ampak takole s kristalčkom. Sem ga A je dobila tudi silikonski, a je kovinski? Silikonski. Ja. Pa ga tako ga rado uporabljaš. Ne, čist pozabim, ampak evo, smo Ja. dali idejo. Ej, drugače. Ampak kar pozabim, ampak luštanje, ta. Jaz glih zdaj, ker sem pač gledala, kaj bom prinesla danes, sem najdla pač v predalu, jaz sem si kupila tako že fulok nazaj kovinski, ta s kristalčkom. Ful lep. V bistvu, hotela sem, da bi bil tak neutralen kristalček, pa sem jih sam črnga tista velikost, ko sem hotela ampak ga sploh še nisem sprobala. In sem dobro tako, shit, jaz sem še to. Tako da A moram veš, še kaj to je? s to testirati. Pač tu zveni tako malo, kukar ekstra in tu se ne počne, tu je že malo bolj tabu, kukar pa nek navaden vibrator, ne? Ampak zakaj pozabimo na te stvari? Zato, ker ne vibrira, pa zato, ker si moraš čas vzeti. Pač dejansko si moraš za to vzeti malo več časa, kukar za vibrator, ne? Jaz ne razumem čiste spolne igračke. To v bistvu daš ti v anus in ga imaš med spolnim odnosom. Lahko imaš tudi med masturbacijo in Aha. ti da ta nek občutek zapolnjenosti. Aha. Imaš ta feeling, da je nekaj dodatnega noter, tudi nožnica je posledično ožja, zaradi tega, ker je nekaj v anusu in potem pritiska na res? steno nožnice in ima pol tudi moški občutek, kot da je ožja nožnica. A Pa tudi res? ti imaš neko dodatno stimulacijo, ja, in je ful prijetno. Pač jaz To ga bom sem že- uporabila, ker vedno... Ne, fajn, je res. Tako neka dodatna stimulacija je, nek nov dodaten občutek. Sfinkter je zelo občutljiv, ne, in se potem ob tem mal raztegne in je tako čist neka nova izkušnja, neki doda. Fajn je, drugače. Res je dober, pač ka ta okrogla, ne, mišica je ful občutljiva. In pol, ko se tu vse skupaj premika, je pač kul, ne. Pol imaš pa tudi take, zdaj nimamo tisto, ne, tam pod tvojo silo, ne rabiš ga imeti med seksom, meni pa tudi tako nosijo tu. Pač imaš pa tako. Tega sem hotela, tega repka sem si tudi kupila, ker to pa res seksi izgleda. Če ženska pride s tem, to sem si pa kupila, ampak glih tukaj, da sem enkrat sem ga tako kao na 4 počakala za tem, pa ful dobro izgleda, taka kalesička je dol. Ful je dober, I love it. Mislim, jaz se počutim kanuna tukaj zdaj, tako, veš, Virgin Mary, ne. Ampak se pravi, da je bilo glih enkrat, pa. Jaz se te stvari so včasih tako nek novelty, pa probaš, kaj novo je ful zanimivo in zabavno in polkar pozabaš malo na to. Ta rap sem jaz nosila sama doma, ko sem bila. Jaz sem najbolj možno uživala biti lisica sama doma. Kuhala in to malo nosila, ful me je bilo dobro. Dobra ideja. To moram dati tole v šupa, pa petke, pa kao kuhat, pa moj kaprijega kap zadar. Ideja sem dobila. Hotela sem še reči, da zdaj, ko je bil moj cilj, moja ideja je, da si jaz malo več časa začenjam vzemati zase in za vse. In mislim, da je v resnici analni čepek ful dobra vaja. Zato, ko moraš res ozavestiti, ti moraš ozavestiti vse mišice tle vzpod, pa malo predihati moraš dejansko, da pač gre neki noter namest ven. In se mi zdi ful dober. Tako da jaz dam oceno. Jo, ne morem mimo tega kristalčka, ker tu me moti, pač tu mene motle, kaj naj rečem.
6 od 10, da me s tem oceno. Uni bibi so ful boljši, ne? Nimajo tle. So iz enega kosa, en kos silikona in that's it. Tako da. Drugač, s tem oljem bi lahko to ful dobro uporabljal, ker pri teh českih Seveda. je ful pomembno, da imaš nek lubrikant, ki se ne posuši prehitro. Ker če imaš to ti nekaj časa noter, a ne, pa se ti posuši, ko boš ven dajal, bo problem. Mora biti navlaženo, če imaš pa olje, ki se pa ne posuši tako hiter, boš pa potem tudi, ko boš ven dajal, ne bo To problematično. pa res, ja. Ker pri olju kar ostane ta film. Mi je tudi naprave pri vstopu v savne, a veš, da se namaže, ampak še vedno tudi potem, ko greš že iz saven, ali pa ko si se že mogoče bil v džakuziju, v kakšnem bazenu, še vedno, ko potipaš, to je še vedno tak masno, ker je Začetni Nek tak filter film, naredi. ne? Tudi bazen pa vse. Ja. Ne gremo sploh več v bazene, pa vse, če ne damo. Mislim, tako je. Se v bistvu vsi mislijo, da te glivice pa to dobijo po bazenih. Ne, glivice so že v nas. Samo pogoji so idealni tam. Ja, vroče Tam je je v bistvu vlažno, Drugače tudi toplo bazen je klor drugače, ker zelo draži sluznico. No, Ja, seveda iritira, ne? Ampak recimo govorimo za savne ali pa kakšne druge zadeve. Ne? Tako. Jaz sem vam pripravila eno darilo. Sicer tole, pol sem razmišljala jaz o tem, da ja, sej imamo eno epizodo, ampak vidve sta individualni osebi, ne, in bi lahko dobili v 2 različnih vrečkah, ker zadnjič, ko smo me prišle k vam, ste nam dale darilo vsaki v svoji vrečki. No, jaz nisem dovolj razmišljala, zato tega dve danes dobite darilo v eni vrečki, sicer ni ista. Mislim, ne rabite iste stvari uporabljati, dala sem vam za probat tale analni čepek, ki smo ga midve zdaj. In pa nisem vedela, kako ste ves partnerji, ali pa ne, ali pa jih imate, ali pa ne. Zato sem dala še masturbacijski jajček. To je pa en tak jajček, ki ima not take strukture. Tako, vidiš, ne vem, če je tam narisano take. Aha. Tako ima noter. In potem se tako razteza čez penis gor pa dol. In ga pač držiš in je tako malo bolj Moj bo zanimivo. danes veselje. Pa glih velikonočni ponedeljek je bil. To bo... No, eto. Kako klušten, hvala. Ja. Hvala. Ti si svojemu ljubimcu. Sem zdaj pa to mogla v eni Ej, vrečki ven super. odnesti isto, ne? Ja, Ne boš, jo, ali boš v roki nesla? Kao roki. Jaz nimam s tem problemom. Jaz mislim, da sem to fazo sramežljivosti dala že zdavnaj skozi. prešla. To mi niso sramežljive, druge stvari je. Mislim, Okej. da ljudi za dosti Ne. bolj drugih stvari lahko sram, kot kar pa za take igračke. O, me Ja. prav zanima, veš. Imajo moški dosti teh izdelkov tudi za njih. Če Ni i- tok. Ful, meni se zdi, Seveda, da ne. da manj. Meni se zdi, da je manj Jaz se nekako spomnim, sem enkrat, da sem inovativno, prejmo ali ne vem. nekje brskala doma, ko sem bila, ne vem, mislim, da je bila Sara. Da je prejmo nekaj delala in jaz, koliko sem bila stara, 12 let in tam doma in brskam in vidim eno tako veliko vagino. Sem rekel, kaj je to? Kako strašla. Izgleda, to so take vagine. Ja, ne, to una tam, ne, recimo gorka je. Čakaj. Ja, oni imajo same neke lukne moški, v bistvu, če A ja, pomisliš. to. Ne? Pa imaš pa Jaz sem različne mislila, da je to luknje. daljnogled. Je še neuporabljeno, Aha, same okej. pa že bilo dotikano. Dotik s prsti zaradi veliko. tega je tako. Joj, le, Ne. kakšno je. Mislim, drugače, O, po eni svašta. strani imajo manj izbire, manj nekih različnih variacij, ampak ni pa spet tako malo. Jaz Ker mi- imaš pa potem tudi kakšne masturbatorje, zdaj novodobne, ki grejo samo na frenulu, Štempelke. pa imajo potem, ne vem, naprimer tisti oscillating, ki ima hot octopus, ki lahko uporabljajo tudi moški, ki ne morejo doživeti erekcije. In si dajo samo gor na penis in stimulira s takimi posebnimi takimi gibi, žuk, 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 in lahko doživijo orgazem, brez da je sploh penis v erekciji. Pol obstaja tudi ima nek tak poseben masturbator, spet od Hot Octopus, to ga bom predstavila enkrat. Ima tako dva različna, tako gre spet gre na frenulo, a ne, to je ta del pri glavici penisa. Ima dva taka vibratorja in vsak z drugo frekvenco vibrira. In potem imaš tak daljinc in potem tam lahko upravljaš ali en jajček ali drugega, ali oba naenkrat. In je pa tudi ful tak zanimiv, čist drugačen občutek, kot ne vem, navaden masturbator. Pol imaš tudi za stimulacijo prostate, kar je sicer za ene moške malo scary, ampak je pač čist nov svet, Ja.
je žal mi, da se več moških ne Veš uporablja. kaj, jaz mislim, da ni tukaj problem Jo, kaj lepo. v igračkah. Ja. Problem, oziroma da je igračk malo, jaz mislim, da so moški ful manj odprti. Veš, in da njim pride v poštev v bistvu samo neka igračka, večino časa, ki jo penetriraš. Ne, jaz mislim, da niso Ne? oni odprti. Jaz mislim, sem, da niso tukaj težko, recimo, moški, jaz to vedno rada primerjam, torej moški je kot ogenj. On hitro vzplameti in hitro izgori. Ženska je voda. Ženska recimo rabi vsaj 45 minut, da njen klitoris doseže erekcijo penisa, recimo. Torej, ženska se dolgo segreva. In pri ženski je zelo pomembno, da je stimulacija dolga. Zato imamo, recimo, jaz še iskreno, ne vem, mogoče se motim, da bi moškega kdaj dva tudi, ki sta pač intimna ali pa seksata, da bi on rekel, ful je bilo za nič. V njim je, ne, tisti, splameti, zagori, šprica, je, in on je to, njemu je the best. Dokler ženska je globja, prvo rabi dolgo stimulacijo. Jaz pravim tudi vedno, predigra se začne izven spalnice. Predigra je cel dan, kako se ti do mene obnašaš. Če ti misliš, da boš kreten cel dan, pa nekaj pa da mi jaz večer vsa voljna, malo morge. Ne? To so že tukaj, dotiki, torej predigra se začne ven. In zato je ženske težje zadovoljiti, ker so globje. Ker so, ne? In one rabijo to. In zato mogoče one tudi prej posegajo po teh igračah, ki iščejo tisto, kaj manjka. A ta stimulacija, una stimulacija, to. V bistvu gre pa sem se pravim in za to dolžino in to globino. Ja, ali pa iščemo, kako bi pohitrile, ne? Cel postopek. Ja, tudi zato, tu, ker kdaj pri nas tudi tu res iščemo dolgo dlje velikrat. traja. Ampak Pa kam velikih smo ne prišli, ne? doživijo orgazem. Ja. Kam Pa smo potem prišli, s da tem zdaj... misel, pa zato, ker sreč samskih žensk je vse več, a veš, sreč res je veliko tega. A veš, in jaz sem Absolutno. sigurno se temu posluževala več v nekem obdobju Ko bi brez bila partnerja, samska. kakor pa to zdaj. Ne. Ali pa skupaj, ne vem. Jaz pa sigurno vseeno več. edino, pač jaz mogoče res opažam, da so, ker smo ženske odprte do vsega, ne, pa se mi zdi, da veliko stvari, ki jih slišimo, jih vzamemo v zakup, pa razmislimo, pa tudi velikih probamo. Moški pa ne vem, redko kateri, da ti bo iz prve rekel, da on pa bi imel igračko za prostato, recimo. Mislim, recimo, on tudi bolj se mi Ma zdi on niti ne ve, da to uživa v obstaja, če gledanju mene. ženske Jaz do mojemu ženske. tole pokazala, najbrž sploh vedel, no, da kaj takega obstaja. a Veš. Na to je itak, ja. Moj tudi ne, ker ne obstaja. Ampak ne, recimo, A veš. ne, ampak mislim, ja. Pol stvari, a veš, mislim, vse moški manj uporabljajo, tudi krem za obraz ali karkoli. Ampak moški, se mi zdi, njemu je bolj rajcung, ko žensko gleda, ki se s temi igračkami igra. Ne? Ja, to imajo. A oni, bolj, ja. recimo, on nima s tem, ampak njega bolj vzburja, žensko ne vzburja tukaj, če se on tam igra. Mislim, iskreno, saj mene, ne vem, kako vas ne, da bi se on tam zdaj neki igračko. Moški mene ne. pa se mi zdi mečkam bolj to, igra pa sploh, da ženska uživa zraven, je to Ja, njega. ja. Ne? To je res, ja. Ja. To je res, ja. Me bi pa rajši, da kaj Pa pošrafajo. najbrž tele igračke tudi one veliko ženskam kupujejo. To mislim, Ja. da oni v Tako da. bistvu tako, kot spodnje perilo, kot te zadeve, Ja. ker njega to vzburja, ker njemu dela ta. Ja, Ne, jaz film. preden sem odprla, preden smo Speech Pop začeli, ne, sem mislila, jaz sem vedela, da je večino glavnih strank, da so moški. Jaz sem mislila, da kupujejo tudi igračke za moške. Pol sem pa videla čez nekaj časa, da večina glavnih strank so moški, ki kupujejo za ženske. Ja, ja. Se moj men kupil potem, glih mislim, da ja, iz Svet užitka, ki sta bile tam tistega, kaj takole. Kaj je bilo Aha. njemu, A, tu za ko par. še že on mene lahko A ja, upravlja, ja, kjerkoli, ja. in potem, ko greva, veš, Ja. ali nekam gre, pa se jaz to dam noter, Ja. kaj na potovanju, ali karkoli, Ja. pa potem, ali pa če sva, ne vem, na Ja. Gre na kakšne dominanco, večerje, ja, ja. veš, Ja. tako, cute. da je bilo kakšne. Ampak kako ti je? A Ej, on ne uživa, vem, ali- zato, ker na zadnje, ko sem hotela dati, ko smo šli na večerjo, neprijetno mi je to bilo noter imeti. A veš, ni mi bilo udobno. Pusti me, da jedemo miru. A veš, ne, ampak ne brez vibriranja, že samo tisto, Ja. veš, nisem se tam sediš, ni mi tako bilo, veš. Ja, razumem.
Ni, tudi zelo draga zadeva spet, ja, in tam... To je bil v pa- obliki C, da si jaz to prav Ja, predstavljam. tako je, en je malo debelejši. debelejši, en to, Ja, pa ja. da neka tista tako štrli mi tam ven, Aha. nekako da se ne štima. Ena mi je prijateljica na primer rekla, da ona dva uporabljata to med spolnim odnosom. Sem rekel, kako ti to lahko med spolnim? Pa so še mi da probavali, čuden mi je bilo, ne vem. Fulje Se pravi, ni vsak za vsak, a veš, Ja, malo sem ene pa daš pa stvari nam 200 je evrov za ta laž ali za to stvar in kaj pol ga stran vržeš. Ne, žalostno imam. Ja, ful so dragi te špasi, v bistvu, se pravi, ker ni Ful. to tako, da priješ v garderobo pa probaš, ne. Mhm. Ampak v bistvu vse je na loterijo, ne. Ja. Izbor na slepo. in Mogoče pol- imeti neke testerje. Ne vem, kako bi. Ja, to težko. Ne gre to tako, ja. Ja. Okay. Zdaj imamo pa tukaj, jaz sem, ja, sploh ne vem, kjerega bi se najprej lotila. Povejte vi. Imamo opcijo varanje pač na fantovščini, ali pa, to je bil pa en thread, najbolj preverzne spolne igrice. In pol so bili komentarji od spodaj taki, da jaz sem bila kar tako, upam, da so to zmišljeni, ker kva. A če Čakaj, ne govorimo o razumem. forumu, ki je bil na... To se pravi forum Starševski čvek. Aha, In je bil okej. potem en ta, ki sem si ga shranila, oziroma ki bi Tema, ja, je tema, bila o kateri bi pač- rada govorila, je ali to, ki je moški. To se varanje pravi, na fantovščini. ja, Ja, in eno pa- je pa, ker so samo tako različne izpovedi ljudje, kaj vse so počeli. Mene to bolj zanima. Ona Ja? fantovščina, pač ne, Ja. zdaj pa ne vem, koliko ste ve. V šoku sem. Ja, Jaz sem zakaj? to prvič zdaj prebrala tele komentarje. Pač fora v tem, da O, ja. bom samo, bomo še na tizga, bom pa samo prebrala tole, glede tega, ker je pač punca napisala, da je šel fant na fantovščino in je potem tam bil z eno izmed, pač je seksal z eno. In je pač skensala poroko. In pa so bili komentarji, ravno to je smisel fantovščin. Po drugi strani pa, če bi mu ti normalno dajala, se tega ne bi šel. Najprej pri sebi počisti. Joj, to so vedno. Pa, Zgrživčna ratan, kaj to slišim. pa kaj to je takega? Sej na fantovščini še ni poročen. Pa sej v tem je smisel fantovščine, da si da še zadnjič duška, baba Blesova. Pa sploh ne vem, kaj ženska dela na fantovščini, ponatno samo je tudi to. Pa čakaj, da zdaj je bila ena fantovščina, so res tistih 10 decev v eni koči bili, pijejo in to je to. Pol imajo Razen tiste če je neke kakšna striptizete ali striptizeta. neki. Ma Meni se ne zdi vem, to tako odvisno, nepotrebno. kje so, se pravim. Jaz. Prvo kot prvo, kar se tiče teh komentarjev, jaz sem zadnjič prvič doživela, da sem sploh šla komentarje brati. Kje pa? Lih na to, kaj je bilo tisti dnevi. Ja, kaj ne. pa se dela s Prej tem? nikoli nisem, pa smo kar nekaj teh stvari posneli, nisem niti brala, ampak zadnjič sem prvič. Sej nisem prva, ki to govorim, govorijo tako si in tudi verjamem, da vedve marsikaj slišite in to. Meni je samo žalostno, ker to kaže odraz mentalitete. Jaz sem bila naučena, če nimaš kaj lepega zapovedati, bodi tiho. Enako govorim svoji hčerki. Jaz razumem, ko se nekdo javno tako izpostavi, da potem, ne vem, a je to pride paš zraven, da ima potem vsak pravico lih blekant pa napisati, kar želi. Jaz sem vedno za konstruktivno kritiko. Jaz pravim, ni se rodil tist, ki bi še vsem ugodil. Jezusa Kristusa prbil na križ, da lalamo iznali, bojo pa eno Saro imeli vsi radi. Mi je vse kristalno jasno. Ampak še sam izbor tega besedišča in niti mene to ne jezi, mene globoko žalosti. Točno to. Ne? Ja. Mislim, to, da imaš ti, niti ne bom rekla, da se mi smilaš, ker ne, ampak žal res me globoko žalosti, ker to je odraz naše mentalitete, našega naroda, naše Družbe. odstavka človeštva. Ja. A to je človeštvo, ki ga mi predstavljamo in pa govorijo, ne bo taka žival. Prosim, ne žalite mi živali s tem, ki se nikoli na ta način ne spustijo. Tako da se pravim, a ima pravico vsak govoriti, a je to tvoje besedišče, naj bo, a je tvoje mnenje, tudi še huj mi je, ko se skrivajo, jaz če imam kaj zapovedati, ti bom obraz povedala, učite bom gledala, ker imam integriteto za tem. Pod enim sinonimom, pod enim tem in se pravim, tak balast, meni je bilo prav balast greznica. In hudo mi je, no? Hudo mi je, da ljudje ne znajo biti tiho, če jim kaj ni všeč, pa pohvaliti, če pa jim je kaj. Ne?
Tako da moje Večkrat osebno se mnenje. vprašam, kje so ti ljudje, ko pišejo. Ker jaz v živo nisem Jaz- jaz še nikoli nobenega Jaz spoznala, tudi mislim, ker jaz ne razumem recimo teh komentarjev, o katerih govoriš. Ne, jaz si niti ne znam predstavljati, kakšen človek tu piše, kdo tu piše, kateri trenutek v dnevu mora biti, da si ti vzameš čas, da greš to napisati, ne? Pa kaj se ti v glavi dogaja. Ampak pa sem pa tudi zadnjič razmišljala, jaz ne poznam enega tazga človeka. Pa to ne veš, a poznaš, čeprav jaz Ne veš, tisto, če kar poznaš. Ali se vidim, pač skriva. so dost ko, ne vem, ali pa če malo starejši gospodje ali gospe. Ne Glej, to vem. pomislim, če potem eni otroci vidijo, res se ni čuden, če so bili taki vzgajani. Poglej, kako. Mislim, če jaz zdaj pogledam, pa ne vem, kakšna gospa v letih 60, 65, tam nekje, pa tako, kaj pa misli, da je tam ni dala. Pa. Nestrpnost, to ta A, nestrpnost, itak. pa to mnenje. Ne vem, kje piše, da ga moraš tako odraziti in na tak način. Ali Jaz pa lahko- sploh. Ja, mislim, Da jaz to moraš znam, vedno povedati. lepo povedati, če mi kaj ni všeč. Spoštljivo povedati. Ne, meni lahko tudi marsikaj ni všeč, pa rečem, le oprosti, ampak jaz se mogoče tukaj ne strinjam. Jaz bi tako. Se pravi, Meni, vse če je te stvar noben ni komunikacije. vprašal, In ponavadi ni, in ne mi je komentiram. grozen. Res je ratala ena velika kanalizacija in greznica. Danes je bil tudi en časopis ali radio, ki so samo pozitivne pač stvari govorili. Jaz so ga mogli zapreti, ker očitno se ljudje filamo na negativnem. Ne bom rekla se filajo na negativnem. Se je To ena jim blogerka driva naprej. razlagala, se prav spomnim, ki je rekla vedno, kaj sva poročila, kaj pa je kaj težava, reka takrat jaz dobim šele vaš fokus, se govori, pišete o Boga ali karkoli, ne vem. Se pravi, mogoče nosečnost, ko sem zanosila, ni bilo, ko je slikco objavila, ko pa je rekla, nekaj gre narobe, takrat je bilo pa, a veš, 100 enih komentarjev, pa Boga, pa joj, pa jaz sem tudi, pa sej bo pa. Radi se poistovetijo, mogoče tudi malo. Jaz razumem, da je folk ima že poln sit tega bullshita, ki se predstavlja, ne, to pa vse je idealizirano, pa vse je in sploh razumem in te dela frustriranega. Mene je zelo zabolelka ena rekla, da je pač šla dol s socialnih medijev zaradi tega, ker je videla, ko je zanosila, ko je videla, kaj vse mamice te dobijo, pa kakšne vozičke, ona si pa tega ni mogla privoščiti in je potem bila žalostna in je raje šla dol, da ne pade v depresijo. Mislim, to so te idealizacije, jaz razumem. In tudi, če je bullshit, ok, sej, ampak se pravim, vse se da, jaz sem človek lepe komunikacije, ne? Ali pa biti tih. Tako da, ja. Kar se fantovščine tiče, vsak mu svoje, jaz mislim, da osnovno spoštovanje ali fantovščina, ne glede na on neporočen, moški itak so vedno to drugače gledali. Ne? Njim je to, ne vem, zadnji skok. Pa zakaj ti rabi biti zadnji skok? Sem Ja. zanimiv, Če ti ne poročile in bi vajen partner imel Ne, fantovščino. sigurno, da ne. Jaz samo govorim, Ne, da je ne. zelo zanimivo, da najbrž spodaj je sigurno tudi kakšna ženska komentirala, kaj mu pa ona ne da ali Ja, karkoli. ja. A veš, da še ženska namesto, Ni da se podporna ni ženski, to je podporna. tudi To je grozen, najbolj to, grozen. kar se vidi. Se pravi, glik v teh pač zvezdnice, ki so. Ali je presuha ali je predebela. Nikoli ni, zdaj je pa glih prav. Ja, ne. Ja. Vedno neki. To. Ne, jaz Ja. nisem, pač ni ta prav partner. Unka misli, da Ja, da bo kje? šel zdaj, ne vem, v zapor, pa da mora zadnjič skočiti v pač polni. Sem jaz mislim, da je to tudi kaj že prej vedela. Ja, pa tudi mi to Zaradi zdi zelo kar zadnjič. težko. Ni po mojem ne prvič, pa ne zadnjič. Absolutno. Da je glih takrat Ja. trofen. Okay, zanimajo me te divje. Ja, Boš tu so prebrala pa, ti, Sara? tu so pa tako ekstra, da si še moj besednjak bo zdaj mal izvan. Okay. Zanima me, kakšna je bila vaša najbolj preverzna spolna igrica, ki ste jo doživeli, pa brez sramu, kar pogumno napišite. Prva. Pa to so tako stvari, ki pa so globoko zaskrbljujoče, ki so tako, ki niso ok, ker res. Pa malo preber. trigger warning. Ja, ja. Takrat bila krepko mladoletna, sem ga fafala trenerju odbojke po končanem treningu v njegovem kabinetu. Okay. Dekliška radovednost, v redu, ne prva, ne zadnja. Okay. Pa to je bilo res tako napisano, Lucija. A ja, Moram jaz to do mladoletna, konca mladoletna, preveriti. mladoletna, oprosti, oprosti. Mogla bi pisati še, točno se zatipkala. In Takrat vse- sem bila še krepko mladoletna, sem ga fafala trenerju odbojke. Po Aha. končanem treningu v njegovem kabinetu in vse pogoltnila, mi je dobesedno zalil grlo s toplo spermo. Tu ni Joj, ženska ajde, no. pisala.
Jaz mislim, da tudi kdaj se moški malo izživljajo, pa tako le piše. Pa ker napišejo, ne, kakšna topla sperma. Ker kdo že kjer od vas tu na glas rekla že kdaj v življenju. Zaliv mi je grlo s toplo spermo. Mogla roman napisati. A veš, kaj pa mene skrbi? Ker pač, ja, tle se smejimo, pa kao, haha, mogoče ni to ona napisala sam. Prvo kot prvo, veliko nekih teh erotičnih romanov napišejo moški. Njihov besednjak, ko bereš, je pač čist, takoj veš, a tip napisal, je ženska napisala. In pač, kaj pa, če je to se dejansko res zgodilo? In pač to je prvo kot prvo zloraba. Zloraba zaradi tega, ker je ona mladoletna, zloraba zaradi tega, ker je ona v položaju. Pa tudi, če ne bila mladoletna, je zloraba. Vse to, ampak pač našteva, kaj vse je narobe tukaj, ne? In če se ti to zgodi, pa veš, tako globoko vse zihar veš, da pač to neki ni bilo tle okej, ampak se hočeš sam sebe potolažati, pač, sej, jaz sem bila in kontrol, pač v bistvu meni je bilo ful dober in, a veš, tak besednjak, kamo pač pobereš iz nekje in potem ovnaš to, ker velikrat se jih to zgodi, neka zloraba se zgodi in potem nočeš ti zdaj tle slabega počutja imeti, pa se počutiti kot žrtev in potem si rečeš v svoji glavi, spremeniš ta narativ in si rečeš, ne, sej, jaz sem v bistvu to hotla, ful dober, on je mene hotel, jaz sem na tam pač neka... Topla sperma. Ja, a ne, se mi zdi, kakor da potem zdaj hoče kakor sama sebe prepričati in potolažati, da je bilo okej, da pač to ni bilo naš, da je bilo vse cool, da v bistvu on je mene izbral, pač moj trener, ne vem, mogoče ne sploh si lahko predstavljam, je kakšen lušten trener, tam imaš pol tiste mladoletne punce, ki se pač malo zaljubijo v njega, se to se zgodi, ne, in on je potem zdaj... Ne seksamo vse pa 18, zdaj ne vem, kakšne se to, v kakšni cifri oziroma starosti se to govori, sem 16, 15. Ja, samo ne z polnoletnim, ker tukaj je zloraba. On je to pač zloraba, ja. Ja, ampak definitivno... Ampak vedno smo imeli tudi v tisti šoli crush, veš, na kakšne ali učitelja, športne vzgoje, če je bil lušten, pa tako mi smo imeli punce. Tako, ne bi nobena to delala, ampak tako vidim. Ne veš, to ne veš, očitno delajo. Jaz mislim, da ni to izoliran primer, da je takih kar neki. Da učitelji zlorabljajo učenke? Ne mislim, mi gledamo zlorablja. Pač tukaj, ko se ti nekdo tako ponuja. Ja. Se pravim, tukaj so punce. Jaz sem hvaležna, da sem bila jaz mlada, ni bilo pametnih telefonov. Da ni bilo tega. Jaz sem tukaj neumnosti v življenju naredila, res. Na marsikatero nisem posnosna, danes sem pa to, kar sem, recimo. Ne? In res, če pomisliš, koliko je ena pač prav nevrolog rekel, veš, ko pride otrok v puberteto, njemu sploh ne delajo možgani. Mislim, ne moramo razumeti, da to je čisti switch off. To je čisto, še jaz sem delala, kakšne vsi smo delali, sigurno. In niti mu ne prideš, ne z lepim, ne, on takrat je v drugem. Ja. In tukaj gre v bistvu samo na koga se daje to vse, da pač ena, pa mu možgani že delajo nekaj časa, ne, ki so ven iz pubertete, polnoletna, ne, sploh avtoritetna oseba, da on bremza te zadeve. Ampak, lej, se pravim, vse moške poznamo. Od nekdaj je bilo... Spomniš, ko sem jaz delala kukar model, pa naprimer zdaj to pomislim, da je čudan. Koliko sem bila tu stara, 15-16 let, pa je bil fotograf, pa me je slikal, pa si ga je drkal. Ampak ja, in jaz sem to, pa školiko je tega, sploh v modelingu, sigurno. Ja, v modelingu pa naprimer, se pravim, te zvezdnice, da pridejo do kakšne igre, reklame ali karkoli. To je vse zelo. Mislim, tega je veliko, no, da ne bo tako pomote. Se pravim, čeprav je na 15, ja, lej, ne opravičujem, definitivno mislim, da en odrasel moški, ampak zato pravim, treba je izobraževati punce, ne takih starih testcev. Njim dodajaš to vrednost. Ja, ne. Se zato, ko je ona včeraj govorila, kaj med 30-50 moški hodijo na prostitutke, ki ima doma zelo lepe žene, ki ima doma ne vem kaj, otroke, ampak ima doma lepo ženo. Pa jo ne bi nikoli pustil, ampak oni nekaj rabijo. Pa kaj s temi moškimi narobe? A veš, tukaj je ene vrste drug nagon, se pravi, mi smo globoke, oni so ognji. On je pač, njemu je to... A veš, njemu je to trofej, oni so lovci. Če je lovci, jaz glih vedno tega nisem razumela. Nima časa, da bi zdaj lovci reš plača, se ne greš tudi zdaj zajca kupati ali pa lososa ujet, ne teče lososa ujet, kaj na Aljasko, ampak gre pač v kjerokoli trgovino, isto tukaj. Instant, ker je vse hiter. In pač drugač smo wired, čist drugač. Tu govoriš, kot da bi svojemu moškemu pustila to vse. Ne, jaz samo razumem to. Zato sem samska že 10 let.
Ker, a veš, meni, ne A veš zato kaj, sem da sanjska, razumeš, ker veš, mene koliko ne bi žensko rodi, moškemu niti ne da. A veš, koliko? Jaz sem vedno imela, da smo imeli enega prijatelja, prvo je bilo 9 mesecev nosečnosti, je imela zelo rizično nosečnost, ni mogla imeti spolnih odnosov, potem je pa 1 leto po tistem čaku ali karkoli, po je mogoče dobo enkrat na pol leta Enkrat in ja, na leto. sorry, ja, razumem. In se potem bi jaz tudi čez ne bi imela več te potrebe, tudi z mojim tako zmenila. Ampak če ni Veste, ne reči- narobe za to, jaz Jaz sem ampak mogoče tako, tako ustrelila. ker ne, ampak res je bilo so, zelo- so boš. Jaz razumem, zapravim, zakaj sem jaz sanjska. Jaz tudi razumem, kaj pomeni, ko nekoga poljubiš, kaj pomeni, ko si z nekom intimen pa seksaš, kakšno energetsko izmenjavo daš. Zakaj sem jaz sanjska? Ne zato, ker me noben ne bi hotel ali pa ker ne bi imela snubcev, ampak zaradi tega, ker zdaj pri tem zavedanju vem, aha, hitreje mi padajo. Prej mi niso, prej sem vzela, kar si mi dal. Danes pa ne. Ni, da odobravam to, ampak samo razumem, ne obsojam te ono, da vidiš, ne obsojaš, obsojam, ampak selekcija mi je zelo manjša. Pač ne grem se tega, če že ti tega ne dojameš, jaz dojamem. In sem raj samska, kot v takem odnosu. Ko bo prišel tak, ki bo imel te kvalitete, katere pač jaz iščem, ki bo imel to zavedanje malo večjo glede same intimnosti, spolnosti, predanosti, se bova super ujela. Do takrat sva pa na drugih valovnih dolžinah. Jaz na srečo ne zarekla sem, ampak jaz nisem ženska, ki rabim nujno moškega, ki me moje potrebe bolj vlečejo k temu. Jaz sem tudi tiste ženske, ki rečejo, Sara, jaz imam svoje potrebe. Ja, ljubica, ampak moja integriteta je višja potreba, kot uno, raj si pol igračka vzamem, pa se doma poigram. Kakor da me nekdo z mano tako tretira, ker sam ne ve, kako drugače. Prosti, ok, gremo naprej. Ne, jaz ne morem teh stvari prebrati. Jaz takih besed ne morem spraviti. Lahko pogledam? Meni je žal. Ja, lahko, ja. Lahko pa ti prebereš, sem tebi to ne bo zabrati. Fuk v kolegični posteli z njenim tipom in s pomočjo njenih igračk. Če so 3 polnoletne osebe, ja, brez svi gori pa košta voli. Veš, mislim, kaj, to je trojček bil, ne? Pač Fuk v kolegični... Ni bilo. Preberem do konca. V kolegičnem z njenim tipom. Oprosti, ja. S pomočjo njenih igračk. Zdaj ugotovo, da je gej. Ja, zdaj sta poročena, še piše? Ne, zdaj sta mož in žena. Sedaj sta mož in žena, tako da očitno nikomor ni škodovalo. Slišala sem, da je kar nekaj takih, ki so nagnjeni tudi, veš, ker je preveč vsega, ne? Iščejo, tako ker recimo, zdaj pa je 89% 11-letnikov se prvič sreča s pornografijo. 11-letnikov? 11-letnikov. Kaj 11-letnik, kaj njemu v glavi špila? Pa pornografijo, smo videli te pornografske, smo bile vse na pornografskih videih, ne? Kaj nudijo. Čeprav sem zdaj te najdla sensual, te so pa lepi. To bi mogli dati. Če že moraš pornografijo gledati tako, da veš, kako ženska delati, ne? In pa skaj, prvo vidi une prsa, može šprica, ono tretje, veš, pa sem stopnjuje se, a veš, vizualno, zakaj pa eni pridejo na konje, na pse, na bizarnosti, ker ga ne stimulira več, ker vse včasih je ona kikalica malo dvigalna, so vsi v nezavest padali. Kaj pa danes? Seks z očetom takratnega fanta. Najprej seks s sinom, potem pa me je ponavadi njegov oče domov peljal zvečer in sva ponavadi seksala v avtomobilu. Stari je bil mnogo boljši od sina. Kaj ne rečem? Se gledamo filme. Kolegici sem pomagala med počitnicami pri spravilu sena. My kind of girl. Ko so vsi ostali odšli s traktorjem na polje po novo rundo sena, me je njen oče pofukal kar zgoraj na sedniku. Naslednji dan sva to ponovila, s tem ga sem ga fasala, s tem ga fasala še v ritko. Takrat sem imela še ne 18 let, bilo je nepozabno in še danes mi je lepo, ko se spomnim. Mi lahko kdo razloži, zakaj meni tudi tako neprijetno bilo brati, ve pa tako enostavno tu preberete na glas? Zaradi tega, ker se pravim, ker sem malo starejša kot ti. A veš, pa veliko sem dala že v življenju, čist pa veliko tega prebrala. Pa kako si pa brala pol tisto Ogen, Rit in Kača niso igrali? Nisem tega brala, pa meni ni panike potiho prebrati. Jaz to lahko potiho preberem, ampak te besede, tako mi je grdo, tako fasala sem ga v rit. Se Sara tudi najbrž. Pa ne vem, se je skoraj 18 let imela.
ne vem, pač Mislim, ampak doživetje. A veš, tukaj to je ena na skupna vasi, nit, se vidi. odrasli moški, Se na ja, vasi. polnoletni moški, Sem res. z mladoletni. Saj so Tukaj je vsi ena fotri. skupna nit, fotri. Kle je fotor, tam je fotor, zdaj Ja. so povsod. Klele v bistvu mladim punce ne moreš zameriti. Ampak Jaz jaz zameram, ja. mislim, ne zameram. Ne, se one so tukaj žrtve v tem pač. v Ja, tem ampak se scenariju. niso žrtve, ona misli, da ni žrtva, ona Ja. je v bistvu, ona se tako kauna, ker se ponašajo s tem. Ona misli, wow, kjera carica sem mislila, kam je naredil. A veš, napačne, kakšen je pravilen izraz, parametre, kaj je prav, kaj ni. Veš, ko bo tebi ena mama, jaz ne vem, mislim, boh ne dej, surijo pa če jaz učim, kar učim. Kaj bo ona naredila, Bog si ga vedi. Ne? Ampak jaz sem zdaj lahko mirno spala, naredila sem vse, kar sem lahko. Dala sem ji predala eno znanje, dala sem ji občutek ljubezni, varnosti, naučila sem se, kako sama sebi da. A veš, zdaj, če jo bo tam nategnil en 40-letnik, pa 16, a sem ka mama valila, ne vem, nisem, ko sem vse naredila, nisem. Če pa ne bi, pa sem. Ne? Ja. Sem to, dajmo se zavedati, ne, moja hčerka, ne, moj ne, to ne. Pri meni je vedno tako, moje zihar. Moje zihar. Jaz sem molim Boga, da ne bo tu vsega tega skupaj. Ampak dajmo si vzeti, kaj pa če? Kaj te stane tisti 10-minutni pogovor z njo? Ne? Kaj te stane ali pa z njim? Se tudi fantke nauči, da so spoštljivi do ženske. Zanj sem imela primer, sploh ni vedel, a ste šla na zmenk? To sama. Ja, ne vem, Ljubček, kako se pa na zmenke hodi v grupi. Ne ve pa 18, kako se punco na zmenk povabi. Jaz bi šolo naredila, kako biti džentelmen. Kako Ja, to moški... pa nujno moraš narediti, kar naredi. Ne, ali ga razumeš, ne? Nekdo bi se mogel tega spomniti, kako moški pristopa ženski. Ker smo par svetlobnih let, ne? In plus imamo generacijo, zdaj, ki prihaja, ker očitno pri 11-12 ima spalne odnose na WC-jih. Ja. Tako da tukaj mislim, da smo odgovorni kot starši, kot odrasli, da to generacijo, ki za nami prihaja, da jim damo ene vrednote. Ja. Tako da, ok. Lepo si to povedala. Mislim, tako čutam, zdaj pa je to prav ali ne, ampak lej. Ja, jaz mislim, da je to en tak lep zaključek za tole epizodo. Pač jaz sem imela tukaj še eno vprašanje pripravljeno, ampak smo že to govorili o teh intimnih oljih in v bistvu pač sem se tukaj na to hotela navezati, tako da smo to že vse povedali. Ne, seveda. In ja, bi rada še kaj dodale, preden gremo na zaključno igro? Ne, to je to. Zdaj imamo pa še Never Have I Ever. To je pa igra, ki se jo igramo skupaj z našimi gledalci. Sicer tako, da damo vsi eno roko gor in pa za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš en prst dol. To se pravi, če si že daš prst dol, če si že daš nov prst dol. Ko ti zmanjka prstov na eni roki, greš na drugo roko. Pa ne smete se lagati. Ja. Bomo vedeli. Ne, v redu. Tisti, ki zgubi, gre pa v zapor zaporedne. In ga vklenemo v lisice. Ja. Res? Mami, ne gledati, prosim. Ne, se ne rabimo, če bo meni neudobno, ne bomo. Če bo kaj takega groznega, lahko izrežemo ven. Okay. Ne, pač mami ne bo gledala in to je to. Okay. To se pravi, nikoli se nisem ljubčkal z nekom manj kot 1 uro potem, ko smo se spoznali. To se pravi, če si daš prst dol. Sara je dala prst dol. Ta Sara, jaz. Ja. To je sigurno tudi otroško. Ne, da bi se kar 1 uro ga ne poznam, pa da se kar tako z njim živalim, ne. Tamara je dala prst Nisem dol. joj, Jaz nisem pa- nikoli ja, bila jaz na sem tudi, neki ja, jaz sem zabavi in si tako plesala Ne. in pol si se kar z nekom ljubčkala pa nesreč. Ne, okay, pa. No, Ja, sem- jaz sem drugače prav razmišljala, tako čaka, Jaz tudi nisem sigurna, sem mislim, da sem, če me kdo Ja. Tako na vpraša. kakšni žurki, Ja. tako Na žurki, v ja. gimnaziji, ko greš Ja. ven, Ja. ko se napiješ, in potem Ja. kar nekaj plešeš, in Ja. pa se obrneš in je za tabo. In sploh Ja. ne veš točno, je lušten ali ker si pijan. Ja. Ne, nisem siguren. Kako sem vesela, da tega ni več. Okay. Saj Ej, nismo tega- še končali. Tega Okay. iskreno ne pogrešam. Jaz tudi ne. Joj, Okej. to ni bogli. Nikoli nisem srečal bivšega partnerja, ko sem bil na zmenku z nekom drugim. Nobena od nas. Sara razmišlja, vem, naša točno. Sara. Mislim, mi smo se srečali namenoma.
Lahko. Medtem ko si bila na zmenku z nekom drugim, si se namerno srečala z bivšim. Namerno. Smo bili Ja, stara rekla prijatelji. namerno. A, namerno. Vsi smo prijatelji. Aha. Ja, Je ti pa si da kar prst vse dol. iz družbe. Ja, not my proudest moments. Sara je dala prst dol. No, Ja. no. Nikoli nisem poslušal audio erotike. Sara je dala prst dol, pa jaz tudi, ker sem poslušala te knjige. Prav spomnim se, takrat, ko sem šla na operacijo za nos, a veš. In pol nisem tako 2 dni nič videla, ker sem bila tam zabuhla. In pa sem poslušala eno audio knjigo in je bila tako malo erotična. Ja. To Sem je jih bilo po mojem brala, edinkrat. poslušala, pa ne, jaz obožujem knjige, tako da pri meni moraš šuškati. Ok. Ja, so te audijene. No, pa ti si pa prav poslušala tiste nenamerne. Ja, Queen, Queen je audioerotika za ženske. Aha. In so prav tako tudi znane igralke, igralci berejo zgodbe. res? Tako, ful je lepo in včasih, mislim, jaz poslušam tak. Meni je ful dobro, ker to traja 1 uro, ta zgodba. Ne? In recimo ta moški ali pa ženska prideta domov iz službe in se pogovarja. Tako. Res, je, super, bom cute je. probala. Prav poglejte si. To je to. Prav zanima. Okay. Nikoli nisem dal napačne številke nekomu, ki mi ni bil všeč. Jaz sem tudi. Kako ste videli pridne? Vidim, Sara sva dala Ne, dol, jaz jo prst nisem dol. dala, pač rekla sem, da jo ne dam, nisem pa napačno pisala. Jaz Nisem tudi pa- sigurno Ja, se to je kakšno. boljš. Ja, ampak- rekla sem pač, da ne dam, da oprosti, da ne dam, ampak da bi pa napačno pisala, mi je pa pomeni, da sem jaz prpa, ne? Da nimam jajc, da stojim za svojo odločitvijo. Jaz sem saj enkrat bila v trgovini, v sekshopu. Res? Ja, Je to pač nisem mogla mera dobiti od tega človeka, pa sem mu pa dala napačno pač številko in kaj. O, ja. Ja, Žal. imaš Ja. Ja, jaz pač, ko sem, je bilo pač tako, ko sem videla, da bo ustrajal in ustrajal, pa si tako, ja, ok. Enkrat je en pol še klical, ura številko pred mano. Se to meni bi bilo to narodno, da pa kliče, pa ne zvoni moja. Ja, veš, zvoni, ne, zvoni. boljše, da tako rečem. Je pa zdaj tako, ja, narobe si napisal to številko, jaz nisem rekla 5, sem rekla Ja. pa vse številke so narobne. Ali pa sem slišala, da pol preverijo, pa reče, da še enkrat povej, kaj si rekla. A, ja. Pa ne znaš še enkrat tistega bullshita ponoviti. ne? Tako da veš, da dobro, da rečeš isto, kot tvoja, samo eno spremeniš številko. Ja. Najlažje. Ti si pa pamet. Lisica. Nikoli nisem imel simpatije več kot 1 leto, brez da bi to povedal. Tej simpatiji. Jaz ne vem, kaj to pomeni. Pa že ti je nekdo všeč? Ne? Ja, pa meni meni so se. vsi všeč. Ti pa bo dej prstol, če ne poveš. Pač A. ljudje mislim, tako ne vem. Nisem Ne, Brad simpatija, Pitt da še ti je nekdo povedala. všeč, ne, da ti je nekdo privlačen, všeč, pa da mu nisi meni pač so iz... vsi všeč pa privlačni. A res? Ful veliko ljudi mi je. Mislim, jaz imam rada ljudi. Ampak govorim simpatija. Simpatija je nekaj, simpatija Crush. pomeni kraš, ja. Jo, jaz to ne ločem, ne znam odgovoriti na to Aha, vprašanje. No, jaz sem dala Ja. prst dol, pa Sara ga je dala tudi, ker ni čizi. Ja, ne vem. Ok, vidve pa suvereno nič. prstov dol. Ja, ja VTF, mi se moramo nehati igrati to igro, ker je že konc. Daj še. Nikoli nisem nekoga skenslila zato, ker se glede na astrološko znamenje ne ujemava. Čeprav so bili blizu. Pa Ja. po pol leta, ti si Ja. škorpion, to ne gre skupaj. Nismo dobro upravljali, še moramo, čakaj. Še eno imam. Ajde. Nikoli nisem zamudil več kot 30 minut na zmenek. Jaz pa zamudila nisem, meni je točnost sveta. Ja, midva Jaz sva znam točna, po kaj. pravi 5 minut je ulika, 10 je ljubezen, 15 je norost. Jaz po 5 minutah grem. Ja, midva Mislim, sva. včasih so se dobivali tam pod stacionom, pod uro, pa noben ni zamudil, danes pa tuk telefonov, tuk ene interakcije, da ne moreš povedati, je meni več kot nespoštljivo. Tako da jaz zamujanja ne prenašam. Jaz sem Ga niti zamudila ne dam. Na naš prvi sestanek. Wow. No, mislim, meni je to, veš, moj čas mi je svet in tvoj čas mi je Ja, svet. ne, saj. In, ne, Ja. meni to vse Midva zgodi, sva se čisto marsikaj, proti. ampak to sem pa res alergična 100 na uro. 100 na uro. Se snargaš tudi. Ja, ne, jaz prav. tudi, ja. Jaz sem še zdaj mi je nerodno zaradi tega. Ne, mislim, se zgodi, ni to tako, ampak sploh pa s partnerjem, da grem z moškim, pa da mi zamuja. Adijo. Pa da ga moraš čakati še tu. A si ti predstavljaš to? Ne. Ne, Meni ta niti pravi ne. moški bi mogel biti še 5 minut ali pa 10 prej.
tam, da on pričaka Ja. Ja, žensko. definitivno. Ne? Ja, noč Sara je izgubila. A bi jo kera od vaju želela? ampak tu se Tamara bolj obvlada, Spoznam to uporabljati. Ja, ne vem, to bomo pa zdaj videli. Pa jaz znaš. Opa. Joj. Ojoj. Sara, ti pa lahko to čas poveš, kje vaju lahko ljudje najdejo. Ja. Aha, torej, ja, med dvema je mečkam So že komplicirano, premajhne. pač Moj bog. lik Kwandiša, lik kot Luxury Intimate. Kwandiša je pa maroška boginja lepote in privlačnosti, ki je moške poželenja in ki je moške spravljala ob pamet. Luxury Intimate, torej luksuzna Sam intima. napiše ampak intimno olje Ja. v Google in nas najde. To je to, prve. no, hotel sem pa to zgodbo, ja, ne, ker luxury, da ni samo luksus, ker vse ne glede na to, kako lepo zgleda, gre se luksus, ki ga nam da narava. Najbolj boste pa nas našli, ja, na to intimno olje pa nekje mislim, da Ne, pa... se mi bomo dali vse linke v spod. Ja. Seveda. Tako da za njega ohranjanje zdravih intimnih predelov, za vas, če se soočate s kakršnimi koli nevšečnostmi na intimnem predelu, tudi recimo suhost, ne, mislimo, da se pojavlja največ v menopauzi, vidimo, da ni temu tako, plus danes kakšna močna zdravila, kontracepcija ali pa kemoterapije pač ne, izsušijo sluznico. Tako da ja, ena taka, da nisem tukaj gor, ampak tudi ona, ne glede na to, da jo ne vidimo vsak dan, ne, jo ne gledamo, ampak je tukaj in rabi naša pozornost. Tako da, to je to. Tako, ja. Je da best. Najlepša hvala, ker ste Ja, hvala. prišli. Hvala za Hvala za vsa darilca, ki so jih naši gostje že prejeli, zdaj, Aj, ko smo super. snemali. Niso Super. šle epizode še ven, Ja, ampak. ampak po mojem na 4, 5 jih je že prejelo in vsi so bili tako veseli. Vsi so bili ful veseli. Super, ne veseli. Ne pomagamo lahko naprej. Ja. Okay. Pa tudi ful jih je že poznalo, to moram povedati. ja, Okay. Ja, super. res. Okay. Nas Ja. pa najdete tukaj kot ponavadi, tukaj, ker smo zmeraj. Hvala, ker ste bili z nami. Napišite v Hvala. komentar nekaj lepega, če hočete. Ne grdiš stvari. Ne, Če nimate morate. kaj lepega, tiho. Ja, daj. Kaj ste jedli za Dajmo kosilo, širiti ko policija pozitivo. Ja, ne moš širiti pozitivno. Ja. Hvala. To je to. Hvala. Ja, Srečno, super. čau, čau. Čau.